jaz vse lepo pozdravljam, mi je všeč, da vas je v tolikšnem številu, da ste se danes udeležili tega popoldneva, bom rekla, ne več večera, no. Jasno mi je zakaj, ne. Jaz ne vem, a moram današnjega gosta posebej predstaviti, meni se zdi, da cela Slovenija ve, kdo je, ne. Ampak dobro. Mene je on, tako bom začela, svojega vidika, ne. Mene je tale gospod, moški, mladenič, človek. A bo? Bo. Ja, me je prepričal s svojimi knjigami, ne. Jaz sem, ne vem, koliko njegovih knjig ste prebrali, jaz imam tukaj nekaj njegovih, Sreča, sreča za dva, Med tvojim kladivom in nakovalom. In zadnja njegova, Iskanje izgubljenega zdravja, in moram povedati, da vse te, ki sem prebrala, so me res navdihovale vsako sekundo, no. Tako bom rekla, mislim, jaz sem uživala, ne, veliko preberem in moram reči, da malokrat se zgodi, da človek res uživa in da se hoče odklopiti od tega sveta in da se noter vrže v knjigo, ne, da ne govorim o njegovem jeziku, ne. To je zame mojster besede, ne. To, jaz mislim, da bi se vsi mogli učiti od njega, ne. In v bistvu, ko sem bila tudi tako, ko sem rabila nekatera vprašanja psihološka, mi je ta človek, ki sedi ob meni, v bistvu odgovoril na marsikatero vprašanje, ki mi nekdo, ki je morda poklican za to, ni, a ne. Tako da jaz pozdravljam gospoda Brankota Gradišnika, zelo me veseli, da si, je to v redu, da si prišel? V redu? Je v redu? Pa že. Ja, da si prišel, a ne. Zdaj pa še uradno. Pisatelj, prevajalec, sociolog, zame tudi psiholog, briljantni pisec, zabaven človek s humorjem in mislim, da človek, ki je mogel na sebi narediti ogromno. Ena mi je bila, a ste si prav zapomnila, v intervjuju nekoč za Delo, za en časopis, si dejal, mogel sem se spremeniti, da bi obdržal svojo žensko. Ja, no, to pomeni, da je ona na meni delala, ne? Tako da... Tamle od zadke imate nekaj. Aha, okej. Branko, kaj bi rekel, dajva tako začeti, kaj je zate življenje? Vaše vprašanje me je presenetilo. Tikala se. Ja, ne, ko rečem. Ja. Se mi zdi, ne, vaše vprašanje. Nima odgovora. Oziroma, kaj je bilo zate življenje? Kaj je prav zate? Kako si ga ti videl skozi obdobja? Kaj bi rekel zdaj? Ja, no, imel sem zelo veliko srečo, da se mi je nekako zintegriral ego, tako da doživljam svoj življenjski lok, pač od samega začetka do zdaj kot neko logično razvoj, pa logično nadaljevanje. To je zelo veliko, ne, da imaš neko kontinuitetnost, ne, da se, to je bistvo ega, ne, da se človek zaveda istosti v svojem spreminjanju, ne, da je neka podlaga, to je očitno tisto, čemur pol ateisti rečejo, da je genska dispozicija, predispozicija, teisti bojo pa rekli, da je to božja volja. In s tem sem raz zadovoljen. Ampak drugače pa res je pa tako nekako, takoj, ko začnem govoriti o tem, moram uporabiti prispodobo reke, ne, ker je to neka reka, ki te pelje in ti imaš, koliko pri kakšnih igricah, se spomnim tistih igric v 90-ih letih, ko smo rekel, Blue Max je bil ena igrica, kjer si imel avion in si šel levo, desno, ker si imel čutek svobode, ampak če si prišel do roba igrice, pol tam nisi mogel več levo iti, ne, spod se pa streljali nate. Tako približno je življenje, ne, se pravi, tam se lahko so brzice, moraš pač malo moraš stisniti zobe, pa na hrbet, pa glavo zavarovati, pol imaš spet neke sipine, lahko nekaj izplava, za kakšno vejo se ujameš, koga, ker sem ga soplavalca kdaj srečal, se lahko združite, naredite splav, pa tako naprej. Ampak v glavnem, če si pameten, se boš plaval s tokom, ne boš preveč rinil proti toku, ker boš hitro potonil. Tako da, ne, to ne pomeni, da moraš biti z matico, da moraš biti isto trobilo, ne, trobet kot vsi drugi, ne. Najde svoje rokave, najdeš, ampak če ne upoštevaš tega, da gre življenje v bistvu od naprej nazaj, ne, kakor smo mi obrnjeni, ne, tako čas gre skozi nas, ne, čas ne teče tako, ampak gre tako skozi nas, ne, žal, in tako pač pridemo na drugo stran, prej kot slej, ali pa prej ali slej, in to približno, to življenje je taka reka, v kateri se treba znati naučiti plavati. In dejansko, ko si
majhen tega, to najprej znaš nagonsko, kot dojenčka, ki ga vržeš v vodo, plava. Potem to sposobnost zgubiš, misliš, da nekaj znaš, skačeš na glavo, se potolčeš glavo in tako naprej, ker dela mularija v bazenih. Jaz sem ena prijateljica, ki je skočila, bila sovjetski tajni agent, ki je bila tlepa, je bila z enim atomskim fizikom, ki je bil najbrž tudi ameriški tajni agent, ker on je hodil po jedrskih elektrarnah po svetu kot inženir in kamar je bil, sem pozneje, ker sem gledal, ki je on pripovedoval, kje vse bil, je 2 leta, 1 leto, 2 let, zatem so se začele plane politične. Ne? In mislim, da sta se drugega špionirali, pa sta šla v Kranj, v en bazen, ona je bila Tatjana Zobkova, 198 cm velika košarkarka moskovskega CSKA ženskega. In najprej on je bil pa tak, 1,60 m, najprej on skočil, pa še ona skočila. On je lepo skočil, ona je pa z glavo prešla v dno, ne? Ker tam je bil bazen nizek, ne globok, plitu. Tako da, evo, zdaj ste zvedeli eno anekdoto iz mojega življenja. To je življenje. To je življenje, ne? V bistvu, ne? Se pravi, ne kaj dosti razmišljanje, ampak doživljanje. A pa bi rekel zdaj, recimo, da si pomirjen s sabo? Mislim, pomirjen s sabo. Tudi s svojimi napakami. To je pa... To isto je v tekstu. Prej sem se čudil, kakšen mojster besede sem. Celo življenje se trudim, da ne bi bil mojster besede. 40 let je moj program, da se znebim artificialnosti, da ne uporabljam okrasnih pridevnikov in prilastkov in tako naprej. Klešem stvari, tako kot je Čehov rekel, da moraš vzeti kos klado marmorja, potem pa stran mečeš vse tisto, kar je nepotreben, da dobiš portret, obraz. Ne. Se pravi, da nobene nepotrebnosti ne sme biti. Čehov je rekel, da smo spet pri oceanu, pri življenju, je rekel, da najboljša definicija oceana je slišal pri enem otroku iz 5. razreda osnovne šole, ki je napisal za šolsko nalogo, ocean je velik. In mislim, da to je veliko bolj se je tega držati. Ne? Tako da, ravno dan sem pisal o tej razliki. Nietzsche je govoril, da mora imeti pisava, da mora imeti hojo, da mora se videti, da je avtor, da hodi, da ne sedi zakrčen, konstipiran za nekim pisalnikom, za tintnikom, pomakaten in prepisuje iz drugih knjig in citira, dela opombe in tako naprej. O tem tudi piše Gross, ni glede tam, ko Nietzsche, že sem šel pol Nietzscheja pred, da vidim, kaj Nietzsche res povedal. In se pravi pisati tako, kot hodiš. To je kar boljše. No, že dolgo nimam teh, kaj je integriran ego? Integriran ego je, tle imamo, poglejmo tle, tole je ego, tle je super ego, tle je pa id. In id s svojimi bedastimi zahtevami terja, da delamo v življenju neke neumnosti, super ego nas pa potem vzgori, ki pomeni integriran, internalizirano, kar so nas starši ubijali v glavo in tako naprej, pa šola, pa vsi drugi, nas pa kara. In zdaj smo mi, naš ego, recimo, tle nekje okoli srca, je pa razpet med ta nihanja. Zdaj se bomo bičali, potem bomo čez 20 dni pa se spet nekega zasrali, pa smo pa spet bičali in tako naprej. In mislim, da, če smo prej govorili o tem življenju kot neki reki, da je bistvo tega, da se ta reka razširi pa umiri, tako da zmore, da ta njena plimovanja niso več tako viharna, da te ne meče nenehno iz napake v pokoro, iz pokore v greh in tako naprej, ampak da živiš, da sta ego, super ego in id, da se nekako zmenta med sabo, da ne ta več tako norela. In potem si zadovoljen s hibami vred, ne. Je pa res, in tudi ključni moment v življenju je pa, ko končno opaziš, da imaš hibe, ne. Ko opaziš, da nisi popoln in to bom spet povedal, je z eno anekdoto iz, če naprej lahko bezlam, če me kar vseži v besedo. Jaz sem noter. Bom povedal, to je bilo, star sem bil 62 let, ko sem to opazil. Zdaj bom po preprosto, zgodba je bila bolj komplicirana, ampak je, ni šans, ne. Če ti nekdo podstreže juho
bližnja oseba, pa jo pokusiš, vsaj pri moških je tako, pa rečeš, ta juha je preslana, ti bo bližnja oseba rekla, ti me ne maraš. In ti boš rekel, neki, pa to je samo objektivno, jaz imam objektivno mnenje, danes slučajno je tako, draga moja, jaz bi bil zelo vesel, če bi juha ne bila taka in bi ti to povedal, drugič ti bom pohvalil, ko bo neslana in tako naprej, ne. In ne razumeš tega, zakaj bi moral človek druga bližnja oseba vzeti pol juho in reči, dobre, nikoli več ne boš videl in jo zlič v umivalnik, ne. Čeprav to se ni zgodilo v naši familiji. Res ne, res ne. Je pa bila neka druga, dosti bolj kompleksna, dosti bolj komplicirana zadeva, ki je manj opazni so bili ti mehanizmi, ne. In to je vse v redu, prav se reči, moški smo taki, ženske so drugačne, Mars, Venera, tako da. Ni res. Ko jaz skuham juho in meni bližnja oseba reče, da je juha preslana ali pa neslana, in jaz rečem, kako? Nenadoma, in mi on reče, da je to samo objektivno ugotovljeno dejstvo, popisnim in vem, da me bojo zapustili, da je moja najbližja oseba na tem, da sem že 62 let star, že čas, da se stegnem in pač, in je konc. Se pravi, totalna dvojna morala in sem prepričan, da ni samo moja, prepričan sem, da jo vsi imamo, ker vsi smo neuravnoteženi. Neuravnoteženi smo pa biološko, in zdaj ne govorimo o spolni neuravnoteženosti, ki je tudi ki je dejstvo in ki je treba znati se prilagoditi, ampak ko smo bili majhni, ko smo bili otroci, smo dobivali občutek potešenosti, polnosti, sreče, ugodja s tem, da smo pili materino mleko, se pravi, smo nekaj dobivali, prejemali, nekaj smo jemali. Krče, kolike, sranja smo imeli pa, ko smo se čistili, se pravi, ko smo se iztrebljali, ko smo izgubljali zlato naših, bi rekel Freud, naših iztrebkov. In zaradi tega vedno dojemamo dobivanje kot nekaj, kar je nenevarno, kar je ugodno, in dajanje kot nekaj, kar je rizično, tvegano in tako naprej. In če imate zdaj par in v tem paru oba popolnoma enakovredno drugemu dajete, pa drugega prejemate, boste oba imela občutek, da sta prikrajšana. Zato, ker je občutek dajanja toliko bolj rizičen. In oba bosta imela nek navidezen, bosta doživljala svojo izmenjavo psihičnih žetonov, emocionalnih žetonov in tako naprej, boste razumevala, kot un me nekako naokoli prinaša, pa ne vem točno, kaj naredi. Ker navidezno dava vsak 5 žetonov, ampak jaz čutim, da to ni. Ne? In to, če enkrat to opaziš, in če opaziš, da imaš hibe, da imaš to dvojno moralo, da sebe doživljaš kot drugačnega, kot jaz pišem, ne, jaz se imam sam za dobrega, razumnega, jasnega, prijaznega, vedrega, vedno pripravljenega pomagati ljudem, pa v glavnem imajo za eno specialno zvito pizdo, ki bo vedno nekaj nategnil prasec, egoističen, pa poglej, kakšen je poln te važnosti, pa kva je z ubogimi nami počel, ki smo toliko radi Tolkiena brali, pa prvi prijel Tolkiena, ali pa kaj je bila tista, ta druga reč, sem že pozabil. Kaj bi rekla žena tukaj? Kaj bi ona rekla, kakšno mnenje ima ona? Ona odloča o nepomembnih rečeh, kot je, jaz odločam o politiki svetovni, ne gospod Logar, ne. Jaz odločam, kaj bo po moji smrti. Tako je rekel Tito je rekel, da ne bojte se, po moji smrti se nam nič spremeni. In čeprav jaz gledam, da se je spremenil, se ni nič spremenil. In naslednjih 10 milijard let se še ne bo bistveno nič spremenil. Širše gledano. No, žena je zelo ponosna name, je pa ta boljši del para. No, to sploh ni dvoma, ona me je, seveda, jaz sem bil 39 let star, nekaj sem delal na sebi, od 30 let sem bil star, ko sem opazil, sem blefer. Takrat, da živim v laži. To sem imel eno srečo, zgodbo sem nekje napisal, gotov sem v enem teh knjig to povedal, da je en avion padel, jaz sem čutil eno vznemirjenje, ki je bilo napačno, ker je bilo vznemirjenje nad tem, zakaj ne žalujem nad osebo, ki sem jo poznal, ki je tista avionu padla. To je bila že tretja oseba, ki sem jaz bil čustveno z njo navezan, da je padla z avionom. Z različnimi avioni na različnih koncih sveta. Tako da bi jim bil
In je bilo nekaj narobe, jasno, jaz sem živel v enem strašnem peklenskem zakonu takrat, ki ga jaz sem bil tudi sam kriv tega pekla, ki sem si ga sam nakopil in sam sodeloval v njegovem kurjenju peči in tako naprej. In v tem sem se moral anestezirati, anesteziral sem se z delom, pa z alkoholom, se pravi, v delu si do 80 začel delati, ob enih si vzel prvi kozarček zvečer si bil, ali pa si šel na uredništvo zgoraj omenjene mladinske knjige in tam so bili sami taki, ki so pa, ko sem jaz njihov pit rekli, ja, Brane, če si ti alkoholik, kaj smo pa mi? Pa se nisem upal čist do konca odgovoriti. Ampak vseeno so me čisto odstrigali in vse te moje klike, ki sem jih tako, pa klake, ploskati, ki jih imaš, ne, to je vse šlo, ne. Niko Grafonar me je srečal v enem liftu v delu, ko sem šel k Lorenciju, 10 let že nisem pil. Rekel, ej ti, a ti še vedno ne piješ? Sem rekel, ja, še vedno ne. In se obrnil v liftu stran od mene. In ko sva potem se nekaj časa skupaj vozila. Sicer je v redu, pa mi je dajal kakšne prevode, pa tako, ne. Nimam pripomb. Ampak pač je bila ena taka huda zamera, kada sem izdajalc. Skratka, če se vrnem zdaj k temu, priznati si hibe, in to sem si jaz priznal, nekako pri 30-ih prvo, takrat sem šel tudi, potem je bilo tako, ker nisem čutil vznemirjenosti, sem še tedanji ženi v enem prepiru, da češ ti me zlomila, jaz imam tle kamnitno srce, sem rekel, ne, ker sem čutil, da je to kamnitno srce. 2 dni zatem, na srečo, to je tako, kaj je tvoja depresija, tebi povedala marsikaj, tako je meni moje srce, ki se je razsulo v eno, 2 dni zatem sem imel tako herzklopfen, se reče, zelo blazen, da to začel utripati in tako, in bobnet, in potem sem šel na en pregled, tam sem EKG, sem rekel, mi je vse v redu, ampak vi ste intelektualec, občutljiv človek, tamle imamo gor, pol štuka višji imamo eno doktorca, ki je za take, ker imamo veliko med študenti, imamo veliko tega, ne, pa tako, in se spomnil sem rekel, mater, če zdaj rečem, mi je bilo jasno, da gre za psihiatrijo, ne, če zdaj rečem, da nam šel, da ne, hvala, ne, potem to pomeni, da sem v totalni pizdi. To moram nekako zmutiti, ne, sem rekel, ja, grem pa bom že krmaril, ne, sem vedel, se pravi, tam sem nekako vedel, da sem jaz nek blefer in sem imel srečo, da sem prišel en psihiatrin, ki je bila, da rečem, logoterapevtska, se pravi, da ni nič predpisovala nobenih zdravil, sicer meni itak ni bilo treba, ker sem bil samo nevrotik, no. In potem smo postali tudi prijateljem, ker ona me je zelo hiter, po 2 urah, 2 uro sem prišel, enkrat na teden sem se zmenila, 2 uro sem prišel, sem celo uro, takole, kot zdaj govorim, govoril, kako čuden je, da še nikoli nisem na samomor pomislil. Celo uro sem govoril o tem in sem razlagal, koliko ljudi se je, to je bilo v zvezi s to, ki je padla z avionom, pa koliko je bilo teh, ki sem jih poznal, pa ki so se ubili, pa tako naprej, kako je čudno. Pa ona ni nič rekla, pa še naslednjo uro se je po enem čisti X človeku govorila, pa rekla, koliko so se vsi smejali, oziroma da se vsi so smejali, koliko so se čudili, tak veder človek, pa se ga pa našel v kleti obešnega. In jaz, ko grem domov, se spomnim, že pa se to je meni odgovorila na prejšnjo uro. Kako jaz rečem, da nisem nič ukvarjal, če pa celo uro govorim o tem, da se nas samomorom ne ukvarjam. Sem pa res že totalno imel tako občutek, da sem že zelo blizu kakšne težke krize, ne. No in potem sem se resno vzel in sem si prepovedal, najprej sem si, ker sem bil blefer, sem si prepovedal blefiral. In to je pomenilo, da nisem več lagal, včasih še, ne bom lagal, bom povedal, včasih še bele laži uporabljam, da zavarujem koga, da ne prizadenem koga, jasno, ne, ampak vse povem pa dejansko vse, kar je človeško možno, po mojem. Povem vse, kar mislim, da vem in govorim resnico v tistem obsegu, kolikor jaz vem, da je to res, ni pa to nujno, da se ne motim, so stvari, ki sem jih šele veliko pozneje pogruntal, recimo. Ena taka je bila no, in potem je to šlo, jasno, dosti hitro naprej, ker s tem sem pa, ko sem se prepovedal, sem se pa prepovedal tudi zmišljati. Jaz bil takrat zelo uspešen pisatelj, ki je zelo dober, fabuliral, pa neke postmodernizme se šel. In to sem si vse prepovedal, ne. Zato jaz pišem take knjige. Zato, ker ne znam nič drugega, ker pisati, tudi tako, ker če oče čevapčičar, boš ti tudi če si baklave delal, boš ti tudi, če oče šiptar, najboljš, da baklave delaš.
in to znam in nič nisem mogel, pa sem mogel prilagoditi to pisanje pač temu, narediti take si želje, dnevnik, kolumna, humor, ne. A veste, ljudje radi berejo nenavadnih rečeh, ki se dogajajo navadnim ljudem, kakršni so bralci, bralke, če smo čisto pošteni. Ali pa berejo o navadnih stvarih, kakršne poznajo iz svojega vsakdanjega življenja, ki se pa dogajajo nekim nenavadnim junakom, nekim izrednim junakom. Ampak je bil to zate manjko? Ne, to je bil vse organski razvoj. To je bil vse, takoj, ko sem jaz rekel, to je isto, jaz sem rekel, ne bom pil, nisem več pil. Enkrat so me zvezali, pa so mi vlili še 3 deci, taka druščina. Jaz sem nehal piti uradno 8. marca, 11. marca, ker je bilo 40 mučenikov, sem šel pa idiot, ne, v tist, ki smo bili zmenjeni v eno tako družbo, prijazno, prijetno. In tam me je en zvezal in me je... Ampak nisem nič čutil, ne, nisem nič meni, tako sem se odločil, jaz sem harakiri naredil, če še da je pil in so se tega drl. In tudi lahko zdaj, evo vam dokažem, tole je prosim šnops, ne vem, če ste videli prej, zdaj Brigita je natočila. No, in pol je šlo, tako, kar se tiče tega pisanja, to je vse organsko, vse mora biti, ne moreš biti v življenju drugačen, trdim jaz. Cankar je bil drugačen v osebi, pa v svojih dejanjih, kot pa v svojem pisanju. On je delal svinarije, pa jih je potem v pisanju obžaloval. To je tudi možno delati, to pomeni, delaš grehe, pa greš v cerkev. Ampak če hočeš res napredovati, potem mora biti vsa tvoja dejanja med sabo uštrična. Uštric morajo iti. Razvoj mora iti uštric. In jaz sem pobiral nagrade za to, da sem se recimo nehal zmišljevati, sem pobral pri 40 letih, ker sem dobil ono krasno ženo tamle v zadnji, ki je večno mlada, ampak ona je seveda skromna, pa trdi, da je to zato, ker jo jaz tako lepo bedenam, da je ona mlada, pa jaz pokažem svoje bele lase, kaj pa je zdaj to pomeni. Pa ona vedno pove, da to sem pa že v prvem zakonu dobil, kar je tudi res. No, skratka, tako da ta vzporednost je bila, da nisem lagal, nisem sebe več blefiral, hkrati nisem blefiral bralcev, nisem blefiral, ker naenkrat je to prišlo, to je vse organsko, pa začneš, nekako dobiš degenerativnost, reče Erikson, se pravi eno potrebo, da bi še komu pomagal. Tudi ta knjiga, to ni nastalo iz potrebe, da bi jaz zaslužil, čeprav zdaj je 5000 izvodov, 50 izvodov prodanih, ne 500 izvodov prodanih, kar je neverjeten, ker to pomeni, da se da... Koliko je pa, kar je od ozuni, se ni, par mesecev je, ne? 2 meseca pa 2 tedna. To je odlično. Ja, pa brez reklam, ne, brez mladinske knjige, da tako rečem, ker tale je bila... Tale? Ne. Ne, tam mladinska knjiga, ne, ampak to je, a veš, če si pri mladinski knjigi, pa je bila to blazna, ker mi je bila zelo pomembna knjiga, pa sem delal vse za njo, kar sem mogel. Vse tle se tudi potrudil, imam neke nastope, pa objavljal sem še, ker polkrat sem že knjigo naredil, sem še nastavil, imam še tekste, ne, ki bi spadali noter in potem sem pa te objavil zdaj v dnevniku, v Objektivu, recimo, pa tako ne. O hoji sem zdaj napisal včeraj. Krasen tekst, ja. Krasen tekst. Mislim, da bo v soboto, da bo išlo, ako Bog da. Jaz sem ateist, ako Bog da. No, to je pozicija. In mislim, da je to zelo prav, da moraš biti na en način ponižen, ne, da jaz sem ateist, ampak dejansko rečem iz srca in iskreno, ako Bog zdravo. Vse drugo je prevzetnost, se mi zdi. Prevzetnost je, če misliš, da je nekdo gor, ki mu je mar zate, pa prevzetnost je tudi, če misliš, da ni benga, pa da so kar neki rihtel, ker če tacga Boga ni, pol je dejansko vse dovoljeno, kot je rekel Dostojevski. Kot je rekel že tovariš Prevalj. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, kar na dan z njim, jaz danes bolj poslušam, kam mi tako paše. Tako da mogoče malo... Itak vas bo glavo bolja, veste, to je tako, kredišnik pride, malo se smejemo, vsi so dobro imamo, pa Brane ti greš, tepni nič, mi smo pa vsi pa še 3 ure blazni zmati. To se zapomnite, zato so miselni preskoki. To so miselni preskoki, to pa zaradi tega, ker imam ne dvojne osebnosti, ampak mnogoterno osebnost in je potem neka ta igra med raznimi temi, ker sem ker sem dejansko skozi toliko stopenj šel, ne. Jaz sem bil najbrž zelo živ po svoji dispoziciji, živ otrok, živ človek in tudi sem se ukvarjal z risanjem pa tako naprej. Potem sem
si nataknil v strahu, imel sem mater hobotnico, tista me je ustrahvala, da sem se žensk pa psov, pa vsega vraga bal, oziroma ljudje se bojijo raznih elementov, če se nasplošno bojijo življenja. No, jaz sem se bal življenja in sem se bal teh elementov in potem sem imel tako nekakšne komolčnike, ne? Jaz sem bil schizoiden anankastik, se reče. In sem bil anankastičen, to je te Rorschach tudi pokazal, ki sem ga tudi objavil, te izvide, čeprav zakrito. In da pa, ker sem bil pa dost kreativen, pa spet nisem hotel hoditi takole po svetu, ne, ker v bistvu sem se tako počutil, ne. Pa nisem hotel, da sem pa tako hodil, ne. Moj brat recimo je tudi malo nekaj od tega je bil, pa še tako je pa tako hodil, pa je tudi bil zastrašen od matere, ne bo, ne, prišel noter, veš. Tako da, če sva skrb šla v gostilo, sva šla tako, on je šel naprej not, ne, pa rekel, pa vsi so planali, fuknali flaše, razbili flaše, veš se pravi, pa sem še noter jaz prišel. Pa se pa, šta pije kafana? So te častili, ne. No in zdaj se pravi, jaz sem bil spodnji na plast čebula, spodnja plast te čebule je bila živa, potem je bila en oklep anankastičen, prisilen, nevrotičen, schizoiden, potem je bila pa ta navidezna histerična obleka, norčevska, klovnska, ki mi je natrenirala, da se lahko šalim in tako naprej, da sem lahko malo tak, pač kak je bila, potem je bil schizoiden. Kaj je, Branko? Kaj je stila, ne? Štrapotanje njegovega pisalnega stroja me je uspavalo namesto dežnih kapljic, ne. Mat je bila pa histerija, čista, šolo pa bom nazaj, jaz se žrtvujem, kje ste otroci, zdaj vam bom hitro naredila kosil, grem spet v školo. Pa tako, ne, sej, ni bila sama kriva, je bila žrtev razmer, je bila Hrvatica, prišla je v drugo okolje, prišla je k možu, ki je popravljal njeno slovenščino, ona je bila čista Hrvatica, ne. Jaz sem prišel v šolo, sem me takoj začel garbati, zaradi tega sem govoril pravilno slovenščino. Jaz nisem vedel, kaj se dogaja sploh, ne. Tako je bilo, ne. Od fotelj sem prinesel pravilno slovenščino v šolo, ne. Prišel pa sem govoril tako, isto je bil Jirži Bezlaj, tak je zdaj revež, ko ga preganjajo zaradi enega takega šaljivega romana, ne. Kao mladinskega, ne. No, on je tudi tako govoril, ker France Bezlaj bil njegov fotelj, jasno, pa sva govorila sva na koncu v infinitive dejala, pa tako naprej. Mat mi je pa torbo nesla v šolo, v prvi razred, ne. Takoj, ko sem prišel, torba mi je nesla, pa mi je dala torbo in jaz sem naredil 2 koraka in tam je bilo 6 ljudi, ki so me gledali, otrok, ki so rekli, Torbič! Takoj, genialno, ne. In sem potem, dokler nisem, no in pa je bil prvi histerični zbrud, da sem enemu en stol na glavo razbil, ko sem me tako, pa so me maltretiral, kot se reče danes, ne, to danes greš to na zdravljenje pol, pa na družbenega pravobranilca, samo upravljanja, pa ne vem kaj. Bilo je tako, da so me mavžali do doma, to je bilo, tamle je bila osnovna šola Center, zdaj ni več, ko so stolpnice tele, kapitalistične. Mene so do Cankarjeve 14, ker sem bil doma, tepel. Pol je moj brat vam prišel, pa je te mulerijo preganjal, oni so bili pa iz tudi podrtga že Kolizeja. In tam so pa njihovi bratje starejši, so pa potem mojega brata spet nazaj preganjali. Kaj se je bilo? Življenje, kaj je življenje? To je zelo dobra metafora. In potem je pa bilo treba zdaj iz teh oklepov iti, ampak vse, kar si bil, je engramirano v krogotočje, kako ti možgani delajo. Tako da jaz lahko padem v schizoidnost, jaz lahko padem v histerijo, jaz lahko vse te moduse imam, samo da jih prvič znam kontrolirati, preigravati, ne, vsi smo, kot dojenčki smo vsi bili vsi smo šli skozi te faze freudovske ali pa podobno freudovskim razvojne faze, vsi smo talentirani za to, vsak se lahko naprdne, razlika med normalno doživljajočim človekom pa nenormalno je samo tem, da nenormalen, ko mu rečeš za juho, da bo en mesec pizdarijeti delal, ne, medtem ko pa normalen bo pa po 10 minutah bo pa rekel, ker se sred, pa čez 10 minut rekel, no, boš pojedel zdaj, ne. Rečeš, ja, hvala, prosim, super, lepo, da je še juhica. No,
In nič hudega. Ti si taka kot Kant. Immanuel Kant je bil tako, se kot veste, on je celo življenje v Königsbergu živel, nikoli se ni upal toliko iz njega, ne da bi prespal nazaj, je šel skočijo, pa je obrnite, kot monk, monk je današnji, imel je samo 2 sprehajalni poti, zato ker se je enkrat preselil v življenju, zato je imel z 2 hiš sta bili 2 poti, to je zdaj Kaliningrad. No, in on je bil tako, tako je imel ta red svoj, vedno ob isti uri, v Königsbergu so si Prusi vzhodni so si štimali ure, točno se vedeli, kje bo, v kateri uri. Dvakrat se mu je zgodilo, da je prekinil to, enkrat je šel kupiti si Emila od Rousseauja, ki je išel zato, da je dobil, da si je zagotovil izvod, ker takrat ni bilo televizije, pa Facebooka, pa so vsi še kupovali knjige. Ta drugič je bilo pa, ker je vaški königsberški klicar oznanil prekucijo na francoskem in so se množice tam zbrale in so to poslušali. No, ta človek je, koliko sem te pogruntil, da si tole pobrala, je imel enega študenta, ki mu je manjkal gumb na jopiču, in ta je predaval in po 3/4 leta je pa on najdel eno babo. In ona baba mu je zašila gumb. In ta je prišel noter in on ni mogel več Kant ni mogel predavati. Je rekel, mladi kolega, odtrgite si gumb, prosim. Dobro. No, tako je, pač, v glavnem hočem reči, recimo, jaz sem potem, ko sem že se dosti dobro zrihtal, sem bil tam okoli 40 leta, sem bil zmožen, se pravi, jaz sem lahko vodil, zato sem dober terapeut, ker imam to empatično plat, razborljivo, čustveno, da se lahko pozvanjam, poodmevam, kaj se dogaja, da vem, da če mene grabi neka nerazpoloženja, da točno vem, da je to una kriva, no, po drugi strani imam pa lahko to schizoidno, racionalno, mirno, dobro, logično, plat, intelektualno, s katero lahko analiziram, zakaj gre in tako naprej. In to lahko samo tako preskakuješ, malo pa je zelo fino. In ko sem to delal pa 40-ih, je to izgledalo tako, da če je kakšna oseba dobila malo čustvene neuravnovešenosti ob meni, sem jaz lahko zakrknil v tazga schizoida in sem to speljal brezhibno, da sploh ni bilo nobenega problema. Najprej ne, da se razumemo. 3 leta, ko sem postal normalen, ko se je prišlo iz mene ta otrok, je ta otrok bil zelo posesiven, občutljiv, zamerljiv, vsega sranja, ni znal sproščeno, ker nisem znal, prej sem se jaz bal bližine. Potem sem se pa začel bati samo, da bi izgubil bližino, se pravi, sem se oklenil, nisem dal dihati ljubljeni osebi in tako naprej. Ljubljena oseba desno zadaj je iz salamonske modrosti pa potrpežljivosti, je to ona recimo pol leta prenašala, pa se pa odločila, da me bo eksistencialno ozdravila. In zato jaz tudi prisegam na eksistencialno zdravljenje sam in ne solim pameti, ampak bolj sicer z besedami pomagam, ampak dam take nasvete, da potem ljudje spremenijo življenjski slog, to nama je blizu obema. Je bilo tako, da me je eksistencialno, da me je dala nogo, postavila me na hladno in potem sem se mogel spremeniti. Tle sva tam. Ono je krasno in je imela absolutno prav in jaz lahko samo ploskam in pozivam vas tudi, ni treba na konc ploskati, ampak Dajmo zdaj. Ja, lahko je biti, seveda. Ona bi mogla itak ostati, pa zdaj deliti denar, pa tako metati cukre. No, glavnem, ja, ona je moja rešiteljica, to ni dvoma. No, pa je bilo pa tako, da sem jaz, se pravi, po teh, recimo, 2 letih vajenstva, ki bi ga mogel opraviti, jaz v osnovni šoli, kot doječek, to naprej pa nisem mogel, sem to dal skozi in potem sem dejansko kar nekrat pustil. In kako sva prišla skup? Res skup prišla. Sej to je bilo tako on-off relation, kot se reče. Skup sva prišla tisto lepo, ker sem jaz toliko odrasel, da sem rekel, pa sej, zakaj jaz ne bi prošil njene sreče, jaz sem že nekak, sej, bom po svoje živ, ona pa nema svojo svobodo, pa kakor hoče naj si isto življenje. In tisto hipo, ker sem jaz to nekak znal, besedovati sem znal vedno, razumeš, jaz sem prepričal vsakega, da imam jaz prav, to ni dobro. Še zdaj včasih ona reče, ne, sam ne! Ne, ženska, 3 stvari so, ki jih moški ne sme slišati, ne.
sam primer me pos. Veš, mislim, da je čas, da se pogovoriva. No, tretjem sploh nam povedal. Pa je, no in potem je bilo tako, da tista hiba, ki sem jaz bil tako nekako odrasel postal, je pa ona se prvošla, pa se mi je v naročje, prepustila se je, takrat, ko sem jaz to zmogel, do takrat se itak ni mogla prepustiti. Koliko časa je pa trajalo, Branko? Dve let pa pol, to je najboljši 2 let pa pol moje življenje. Ali pa let pa pol je dejansko trajal ta pri meni psihološki proces, 2 let pa pol, da so se poročila. Sam takrat sem jaz šele vedel, da imam jaz s njo prbito. Sem rekel, yes! Štempelj je bil, sem se tudi cerkvem poročil, da bi bil malo bolj držal. Ako Bog da! Ker s prvo ženo pa nisem bil cerkvem poročen. Drugačna denominacija. No, pol je bilo pa tako, da sem bil pa tako obdobje, recimo 10 let, kjer sem jaz izredno lahko manipulativen bil. Se pravi, jaz sem lahko, tako kot je večina tudi dobrih psihiatrov, jaz sem lahko, ne da bi kdaj se dal čustveno vznemiriti, sem lahko vodil konstruktivno prepir. Pa sem pa s tem nehal. Naenkrat sem opazil, da je to pač samo ena mehna moja plast, ki preprečuje temu ta pravemu nerealiziranemu otroku v meni, da bi se do konca realiziral. In nisem več dovolil se tega, rekel sem, raj popizdim, pa sem pol ure popizden, ali pa kot pa da bi hladno vodil prepir, pa da je ni nič, pa tako naprej. Raj grem pa to, pa gremo v katarzo, pa kakor bo, pa bo. In se je skazalo, da se to zelo splača. Mi doma tako, krasen zakon. To je leta 16 sem imela en prepir, kjer sem jaz šel v Arizono, ona pa v Colorado, ampak to trajalo pol ure, no. No, pa pol, da se to malo krpa, to se pol celi, nekaj ur se celi. Potem leta 12 je bilo enkrat, ker sem jaz bil tako nesramen, da je ni naš drugega preostalo, da se je kot romantična junakinja v 19. stoletju zgrudila na srečo umivko na plaži. Zgrudila od samega, ker tega ne delajo več ženske. Ženske danes še grejo pač pa te prijavijo, da si jo spolno zlorabil. Včasih so pa omahale, omedlele, od tega ni več. Ženske so imele, recimo, ker sem prevajal to psihoanalitično diagnostiko, tam imaš primere, ta avtorica, ki je bila prevajana po svetu, je hodila po raznih državah in je gotovila, da v Turčiji je še vedno tako, kot na Dunaju leta 1900, ki je Freud začel. Tam imajo obmrle te rokavice, recimo histerične, da ne čutijo več ženske, delne slepote, pa tako, ker se morajo toliko zatajevati. No, ampak to vsaka čas moja žena, kva je ona vsega, ker ni lahko biti z velikim človekom. Ni lahko, no. No, in pol sem pa še to nekako, in to mi je zelo pomagalo. Drugače imaš pa tega ogromen, ti imaš sama, kaj rečeš, depra ti pove, kva je narobe, jasno. Recimo, za zgled, ko sem bil star 20 let, 15 let, pa naprej do 30, sem imel en zanimiv fiziološki pojav doživljal, ki ga ni noben znal razložiti, noben okulist, noben optik, nihče, takole se mi je vidno polje, jaz sem bral, pa se pa takole začel mi trist, pa se je vedno bolj tresel, če sem bral, pa tako si mogel nehati, zapreti oči, pa si spet malo bral, pa se je spet to ponavljalo, in tako naprej. Kaj je bilo to? 10 let sem rabil, ko sem pogledal tukaj. A ni to tlele not napisano? Ja, preveč sem bral. Preveč sem bral. Telo mi je sporočalo na somatičen način, ker ne more drugače sporočati. Na kjer način? Ne more ti nekdo iz trebuha ozvati. Renko, preveč bereš. Preveč sem bral. Drug sem pa tlele opisoval. Je bilo pa tako, da ko sem se pogovarjal, se pravi, jaz sem bil prvi ženi, čeprav so želo pekli, sem bil zvest, nominalno. Kar sam sicer pomeni, da sem bil popolnoma, kot sem rekel, komolčnik je imel in tako naprej. Se nisem upal žensk v obraz pogledati, ker vedno sem občutek, da če nekomu gledam v oči, da se bom zaljubil vanjo. Takoj. Se pravi, sem se moral zelo kontrolirati, ker je bila v meni taka silna potreba po bližini, po nežnosti, ki je nisem res v tistem zakonu bil deležen. In pojav je bil tak, da ko se tako recimo pogovarjali, na cesti so se pogovarjali, ne vem, s kolegico, kakorkoli, sem nenadoma začutil nevidno roko na tilniku, ki me je rahlo
nagibala mojo glavo naprej, češ, da se moram skloniti in nežno poljubiti, recimo Belgito, na liček ali pa na ustnice ali kakorkoli. In to sicer do tega nikoli, tudi kakšnega moškega. Ne? Pa je to popolnoma normalno, ker smo itak iz dveh polovic in je moji najboljši prijatelji so komunistični črnski pedri, ne. Ampak pač žal ni nobenega tle, no, da bi pokazal. Ne, hočem reči, nič hudega, tudi če je bilo, vsi imamo neko homoseksualno tudi komponento, znamo se uživeti. Tako da to ni nič narobe, ne, bilo, ampak vseeno me je malo skrbel. Ker se je to zgodilo, me je malo bolj skrbel, ker pač se mi je tako dogajalo pri ženskah. Ženska je bilo sicer 50-1. No, kaj je bilo? Pač je bilo jasno, samo hotel sem poljubiti zato, ker sem se hotel čustveno končno nekako realizirati, ne. Pa tudi fiziološko, no, zadnje, ker ti zakon je bil. 2 otroka sva imela, ampak še vedno bi se dal, vidim, da so v zgodovini nekateri kralji pa kraljice uveljavljali pravico do ločitve, čeprav so imeli otroke, ker so trdili in so imeli pol take teološke razprave, kolikrat na leto je treba konzumirati zakon, da to velja za nekonzumiran zakon. Ne, se pravi, če si imel samo enkrat na mesec spolni odnos, potem to v očeh papežstva ni veljalo za dejansko zakonsko sveto, zakonsko zvezo, ker je bilo to malo premalo. Seveda, danes je to zadost. Ne zame. Ne zame, ne. Ampak za one, ki so pred ekrani pa porno sajte gledajo, pač enkrat na mesec zadost. Ja, no. Koliko časa si bil recimo približan s prvo ženo oziroma... 16 let. Ok, če je bilo tako hudo, zakaj prej nisi stopil ven? Zelo preprosto je. 2 otroka sem imel. Ko sem jaz odraščal, 5 let starejšega otroka, sva bila oba žrtve katoliško-bavarskega razvezovanja, ki je trajal od mojega 10. leta do mojega 13. leta. In mati, ki je bila, jaz mislim, da je imela razne diagnoze, ne samo te, ki jih tlele naštevam, med drugim je bila po mojem Münchhausna, me je odločila za njenega namestnika, ne, se pravi, če ima ena ženska, ena mati že toliko bolezni, da že ne ve več kam, ne bi še kakšno obesla, histerično bolezen, ne, ker je umrla, je potem, ker je pojedla 3 tone zdravil, je umrla pri 90 letih. Ni bila ne vem koliko blazno bolna, ampak psihosomatsko imela pa vsega Boga. Pa ne samo, da je imela tako, ampak te je tudi obtežila, je rekla, Branko, veš, jaz sem na ledvica strašno bolna, ampak potula se, ker to je samo zato, ker si ti bil v meni, pod srčkom, si me tako brcnil v ledvico, da si jaz zbolela. To je ni hec, ker slišiš to pri 5 letih, ne. Ampak Branko, tvoja mama, njega sva šla večkrat na kavo. Ja. To ne, pisala tudi pesmi. Ja, pisala tudi. Mi je bila, koliko sem jo jaz poznal. Fina gospa. Fina gospa in nežna, ne, tako bom rekel, bila je nežna ženska. Ja, nežna ženska. Drugo je tvoj odnos kot sina, ne? Ja, vse. Samo kot... Imaš pa polna prav in je imela rada tudi svoje dijake, recimo se je zavzemala, se borila za nje, kot Levinja in tako naprej. Jasno, noben ni samo iz slabih stvari narejen. Iskreno me je objemala, veš, ampak me je pretesno objemala, ne. Lado, Branko, nekaj vama boma položila na srce. Čim deklica vidi, da si zaljubljen vanjo, odmah si gotov. To je resija. Take je imela, veš, in to, ker si 11 let, 12 let star, pa če se malo zapomniš. Jaz, ko sem 15 let bil star, pa mi je ena pobegala iz posle, sem vedel, da sem zamudil zadnji vlak v življenju. Presežem. Danes je drugačna kultura, pa 30 ljudje imajo prvič spolne odnose. Zakaj? Zato, ker punce so feminizirane, moški so tudi feminizirani, ne morejo priti skrb, če se kaj ponudijo drugemu, so zavrnjeni in pol šele pa 30 opazijo zadnji vlak, biološka ura tik-tak, zdaj pa je treba, so malo bili realisti, pa se pa pa vidijo, da je zelo lusten skrb. Do takrat pa, vse je dobro, dok ima sira. Bomo že nekak, ne, bomo imeli pa umetno oploditev, ne, pa bomo živeli v komuni. Ampak bila sva tam, ne? Zakaj nisi šel prej ven? Ja, pač pa sem imel 2 otroka, to je bilo nemogoče, da bi jaz šel ven, dokler nista otroka bila stara toliko, da bi lahko pred sodiščem sama se odločila, ko jaz nisem nameraval oditi.
Bilo je tako, da sem živel takrat v sicer zmotnem prepričanju, da je mene oče izdal. To je bilo pa tako. In je res dobra zgodba. In sem že na stavek že prej povedal. Nastavek je v tem, da v materini metode je bila blaznost. Ona je pač mene nekako bolnega naredila in me je vodila na razne zelo neprijetne urološke preiskave, zaradi katerih sem pozneje imel še kopice res velike težave in tako naprej. Ali pa vsaj sitnosti, čeprav jaz, veš, nobenemu zdravniku še nisem rekel, da je bolel. Vsak mu na koncu reče, oprostite, moram vas razočarati, samo neprijetno je bilo. No, in je bilo tako, da polno sem videl, jaz sem mislil, da je on kar dvignil roke, ne, on je dobil mojega brata, ki ga nima, s katerim, ki se mu je upiral, ki je bil takrat v strašnih takih občutljivih letih in je bil nemogoč, kar se tiče sinovskega odnosa do očeta. Jaz sem pa ostal pri materi, ki je nisem maral, sem navijal z očeta, nisem verjel, da bi bil tiste obtožbe, ki jih je mati obtoževala, čist paranoidno, strahotnih stvari, zarote, to so papeške zarote, udba, kocbek, vse je bilo noter, ne, tako, loncne, se to je, a veste, paranoja, to je, sistem je tako, je popoln, tako kot v sončje. To ni tako, to ne moš razbiti, pa če hočeš razbiti, si še ti del tega. Jaz svoje paranoične pacientke, ali pa pravzaprav je več pacientov, to so nekaj ženske, niso tako paranoidne, potolažen s tem, da reče, ja, vi ste mi zdaj vse to razložili, kako tole vse potolažite se. Žal vas moram razočarati, ne gre za to, da je bila zarota. Svet je taka pizdarja. Stvari same grejo, samo po sebi dobite brco v rad, samo po sebi dobite kajlo. Svet je narejen tako, nihče niti opasne, da ste vi žal, ker če bi vas preganjali, pa bi bili vsaj vi pomembni, ne, da si vsaj pomemben, razumeš, ne, nekaj pomeniš, da te probajo eliminirati, ne, tako pa. No, bilo je v glavnem tako, da se je pol izkazalo, da se je oče dejansko, to se ko se je materi to poslabšalo zdravje, da sem jaz od njenih sorodnikov na Hrvaškem dobil dokumentacijo, ki jih polna zbirala vse, se je videl, da je oče želel, se boril na sodišču, da bi jaz bil pri njem, ampak je ona seveda na podlagi medicinskih mojih evidenc dokazala, da sem potreboval materinske nege. Tako da je bila ena metoda v njeni blaznosti. In sem pol bil pri njej, zelo je bilo to izredno neprijetno in tako, to je love-hate relation pola, veš, vsemi izbruhi in tako naprej, ni bilo nič prijetno. No, in tega nisem želel, nisem hotel biti izdajalec. To se pravi, takrat, ko nisem hotel biti izdajalec, še nisem vedel, da me oče ni. Tudi to opisujem v teh knjigah. In pač to je trajalo, pa se spomnim, enkrat je bila ena taka družba, z prvo ženo so se vedno samo nekaj pregrizovala, se pravi, to je sploh nemogoče živeti, ne. Če si bil v družbi, si bil prisiljen kaj drugače, lahko si bil tih cel dan. Jaz nisem pil, dokler sem pil, sem še gobec kaj tresel od alkohola. Pa sem lahko se zadržal cel dan, sem lahko bil popolnoma tih. In pol, ko sem pa v družbo bil nekje, ko sem bil nekje pri Titu ali rojstni dan, prišla moja prva žena. Dobro, to je super. Ko je bila ta situacija, pač ne, je bilo pa samo neko zbadanje, tisto, kar res v najslabših filmih, kdo se boji Virginia Woolf, ampak na kubik, tako neskončno prigrizovanje besed, podjebavanje, kregi in tako naprej, no, in enkrat v tistem takem tem izrož podjebavanjem, izrož, rečem temu, ne, tako, na fin način. Jaz rečem, jaz čakam sam, da bom rekord svojih staršev, ona dva sta bila 17 let poročena, ne, to hočem se rekord postaviti družinski, pa se bo ločila, ne. Pa ona rekla, ne, veš kaj, mi da so zdaj že, točno že 17 let, pa 2 meseca, ne, kaj ni z tega prej povedala. In dejansko sem potem nekaj sem se mentalno odločil za to in takrat sem se tudi prvič odločil, da koga pogledam v oči in ta kdo, ki sem ga pogledal v oči, je bila pa, to je bila prva ženska in druga in zadnja in nikoli več, nobena druga. In tako je to bilo.
Ima kdo kakšno vprašanje? Seveda, nič nismo govorili ne o knjigah, sej, jaz sem zdaj bolj zanimiv kot živ človek, ampak o knjigi pa... Drugače bom jaz vprašal, če kdo je bo kupil. Mislim, da je nek popust. Slišal sem, da je nek popust. Mislim, samo je rekel, da bo se dogovoril z vzorcem, z Mladinsko ali kaj, ali pa, če je kakšna poverjenica od Umcota. Ne, ker so vsi v Londonu. 10% popust meri po takem debatu. Ja, to je itak. No, super. A vi ste pooblaščena oseba, tle govorite? Ne, dosti. Se pravi, to je samo tako papeška odločenje, ja. Okay. Ja, imate prav, ja, in tudi tle je običajno tako, ja. No, se vse en za 10%. Ja. A ima kdo kakšno vprašanje? A se že mudi? Marko ima. Ja. Marko. Mene zanima, kdaj ste odkrili to strast do pisanja? Je to že v najstniških letih? Foter je bil, kot sem prej rekel, Foter je bil baklavar in potem sem tudi jaz baklava se naučil. Mati je bila profesorica jezikov, Foter je bil prevajalec, tudi dober pisatelj, čeprav je premalo pisal. In kar sem šele pozneje, ko sem bral nekatere njegove tekste, videl, da je bil dober. Foter je bil zelo zanimiv človek. Izreden človek, čist megalomanski v enih rečeh. Med drugim se je po njegovi smrti na komemoraciji v društvu prevajalcev in pisateljev izkazali, ko so se kar dvigovali razni slovenski pisatelji, starejši sicer, in so povedali, da ko so prvo knjigo izdali, so dobili pismo od Janeza Grdišnika. Spoštovani mladi kolega, bral sem vašo knjigo, vsebina mi je bila všeč, ni pa mi bil všeč jezik v njej. Predlagam, če želite, vam lahko jaz naslednjo knjigo popravim zastonj, gratis. On je imel, se pravi, projekt, da če bo vse slovenske avtorje imel tako, da jim bo popravil zastonj, se bo slovenščina vzdignila na tisto raven, ki se je on želel. In seveda, projekt je propadel popolnoma. Ulca je povozila tako druge pisatelje kot ta, ampak drugače je pa genialno. To je stvar za napisati, ne bom rekel roman, ampak humoresko. In je bil frajer, no, tako da pač jaz sem se naučil brati 5 let star s tem, da sem sedel nasprot brata, ki je pisal domače naloge in sem se naučil najprej, da sem črke bral od zadaj naprej obrnjene. Se predstavljaš? Tole, ne, to meni ni problem brati, še vedno totalno berem. In enkrat, ko me je Udba zaslišvala, me je to rešval, ker sem bral, medtem ko sem odgovarjal, sem bral naslednja, on je imel vprašanja natipkana. On je imel cel dosje, je imel vprašanja, zaslišanja, kako bo tekel, in jaz sem bral in sem vnaprej se lahko pripravljal. Ni bilo tako, kot pri Judge Judy, ki te pogrunta, da se nekaj izmišlja. Sicer pa, kdor govori resnico, tistmu se ni treba imeti dobrega spomina. To, da vam je jasno, jaz vse povem po pravici. No, evo, ker ve, da jaz berem črke nazaj, se je odločila za jezikovni, za znakovni sistem, ki ga jaz ne bom mogel dešifrirati. Super. Jaz bi pa sam vprašala, pa v bistvu se sama ne moram spomniti, če se mogoče spomnite vašega intervjuja, da je bil z očetom in bratom na televiziji, ko ste imeli Eni so bile ene družine take. Ja. Kako, imate kakšen spomin še na to, pa kakšna čustva Ne. v tem? Ne, čustva, jaz zelo rad imam brata in očeta, sej tudi do matere imam kako? V spomin na ta, recimo, pogovor. Ne, to vse brišem, jaz brišem, tudi tle ne vem več, kaj je not, tudi tlele se že, jaz imam zelo, samo to veliko glavo in majhne možganske kapacitete. Če želim, da mi nove misli, ako Bog da, zrastejo, potem moram spucati to in pucam sprot, pojma nimam, včasih grem nazaj pogledat, ne vem niti, nisem tak, ker so eni avtorji, ki znajo na pamet vse svoje dela, znajo recitirati svoje pesmi. Enkrat so me prosili na eni taki prireditvi, da bi eno pesem, ki jim je bila všeč, recitiral, pa je glih ni bilo tam. Nisem vedel niti naslova. To je v redu, ne? Ampak sva se z očetom izenašla, ki je bil pa tam, ki si je pa vse zapomnil in ki mi je tudi, vsi so rekli, da je dementen, pa tako, jaz sem šel k njemu na obisk, pa so se malo pogovarjala, pa je pa, ko sem jaz odhajal, pa rekel, ja, ampak tamle si pozabil dežnik, tamle imaš čepico,
Pa knjigo si rekel, da boš vzel to pa to. No, ampak je, recimo on je rekel, Branko, vzemi to knjigo, ki je imel v roki. Sem rekel, kaj pa je? On je bil 89 let star, imel je vaskularno demenco, se pravi, tak, v žilje mu ni več prenašal, pa bil je pač iz tistih šol še scout, se pravi, nič ni pil. Mož nisi bil zepsti zdrman, ne? Če ni bil tak vojaško vzgojen, da si zdržal z malo pijače. Oni so mu dali, moja mačeha, ki jo ima zelo rad, mu je dala bilobil, tisti bilobil ni nikoli do možganov prišel. Čeprav je bil še vedno zelo luciden, ne? Ampak je rekel, poglej to, sem rekel, kaj je? Ja, odpri na 7. strani, sem odprl na 7. strani. Preber, Mojster Margarita, Bulgakov. Ja, od spodaj preberi. Prevedel Janez Gradišnik. Rekel, ja, no. Pa se to je jasno, da bi morali pisati prevedel Branko Gradišnik, to si ja ti prevedel, ne jaz. Pa je on prevedel, za tiste, ki mogoče ne veste. Ne? On je celo življenje pretipku, celo življenje je on to delal, kako je, to ni mogoče, on si ni mogel zapomniti, na koncu to vse uide. Na koncu prohujalo sa rijekom. Gre, On je bil genijalen. On je bil kar genijalen. No, se moram reči, Vladimir Gajš je tudi kar genijalen. In, da smo pošteni, ne, res. Torej časa je genijalen. Ja, je delal kar. Velico. Ja. On je bil, zdaj si zdrman, res, ta Getejevski človek je bil, res, ja. To je res, ja. No, Marko ima še eno vprašanje. Kako v bistvu knjiga pol pri vas nastane? Delate zapiske ali to so... Ne, to je samo vprašanje. Ja, bom povedal. Prvi odgovor je, to je vprašanje preproste računice. Če napišeš eno stran na dan, boš imel eno knjigo na let. Če napišeš 2 strani na dan, boš imel 2 knjige na let in tako naprej. To je Aleksandar Dimaj, prvi avtor tega odgovora. Drugače pa tako, da ker glih tole, no, jaz mislim, da bo zelo fajn, če boste v soboto ali naslednjo soboto, ko bo tole naslov je, ker hotel sem pisati o eni knjigi, ki se imenuje Filozofija hoje. Da pa bi se moj tekst razlikoval od tistega, sem imenoval zoofilija hoje, ne? Ker sem sam premetil črke. In opisujem, in dejansko je tam odgovor. Odgovor je tak, prej smo govorili o teh ničejevskih konstipirancih, ki brskajo po knjigah pa išče. To je vse, sem jaz imel, jaz sem bil borgesovski privrženc in tako naprej v času postmodernizma. Jaz sem se vse odrekel, jaz veljam za očeta slovenskega postmodernizma, cela knjiga pa piše v tistih Temna reka in tako naprej, kako en navaden človek nategne enega tazga postmodernističnega urednika. Razumeš? Ampak tega ni ben takrat opazil, da jaz stopam na drugi breg. Temna reka se imenuje, ki ima Temna reka, no, to je zelo zanimivo. No, v glavnem je tako, da jaz pisati je treba dejansko z nogami. Nekaj se napiše tudi leže. Leže se piše po noč in se je treba zapomniti ideje, ki prihajajo po noč, ne, dobiš, ti ko nekaj pišeš, potem pač ti možgani nekaj meljejo od spodaj, koliko je to računalnik dela, se pa računalniku tudi ne slišite, kaj misli, ne, pa dobite en odgovor. Te odgovore dobimo. Največ jih dobim pa na sprehodih, hodim 2 sprehoda dnevno, s 4 tereni zdaj psi in to imaš pol, ko prideš z enega enournega sprehoda, imaš 3 ure dela s tipkanjem. A ideje si vse zapomniš? Ne. Tiste, ki so vredne, ne, se so že upete. Jaz imam že, recimo ti začneš, en tekst začneš delati. Ta tekst se dela po principu intuitivnega pa intelektualnega. To pomeni, najprej se ti nekaj zapiše. Potem ti branje pokaže, ki je intelektualno branje, ti pokaže, kaj je želel pesnik povedati. Potem s to intelektualnim branjem začneš popravljati, kaj je začel povedati, zato da bo ta misel bolj jasna, ker zelo spoštujem bralke in bralce in ne maram, da se, razumeš, če že dosti, da berete črke. Že to je del. Že to je resno, to je totalno intelektualna dejavnost, strahotna, ne, velika poraba, 70% možganov gre za to. In zdaj bom pa še vas zajebaval, da bom nekaj šifriral. Hočem napisati čim bolj jasno, ne, da misel teče, vedno v slovenščina to zahteva, viš, da misel teče od že znanega k neznanemu. Se pravi, če ti imaš, v kotu je stala Marela, prejšnji stavek, pol ne moreš napisati, Marička se je obrnila, on pa je vzel Marelo, on pa moraš napisati, ravno ko je imel Marelo, se je Marička obrnila, ti,
ne, in tako naprej. Ne. Se pravi, pa se držijo stavčnega reda v angleščini, skrotovičijo, ne. In je to problem, ne, vedno je treba pomagati. No, ampak medtem, ko to dela, se pravi, ko si zdaj z desno roko začel gladiti te izbokline in luknje, malat, ne, tisto, kar se reče zidarsko, tisto je bilo grobo zidarsko, zdaj pa na fino delaš, se ti iz podzavesti prihajajo neke nove reči, ki ti to spet delajo nove ideje, se ti urivajo noter, to moraš vse napisati. Pa mogoče, pa v enem trenutku, zdaj jaz imam 2 metodi, v enem trenutku, to se mi še ni zgodi, jaz imam 10 bralcev, tudi 3-4 taki bralci so tlele, ki se jim zelo zahvaljujem. Bralke predvsem, ampak je tudi en bralec. Juri, kje si? Da vidijo ljudje, kako je, evo, da ljudje vidijo, so tudi moški bralci. Niso samo ženski bralci, ali pa moški bralke. No, in potem jaz to pošljem, najraje pošljem čisto že prvo, če pošljem prvo, to se zgodi pa, to je zelo zoprno, uredniki me ravno tolerirajo, ker je približno 5-6 verzij bo prišlo, mi pol odpiše, urednik mi piše, bravo Branko, iznašel si nov pomen za izraz postultimativna. Jaz pišem prav, zadnja verzija, končna, čisto zares zadnja, ultimativna, postultimativna, ne? Fake ultimativna, moram naprej, ne? In tako naprej. No, ampak kaj jaz delam? Jaz to hitro pošljem, zato ker če dobim pripombe, jaz želim pripombe, želim živ dialog z bralcem, če dobim kakšno pripombo ali pa pohvala, vse, si nekako to počas te razburjenje, ki je v glavi, ki ga jaz sicer ne čutim, drugače kot to, da delam jezikovne napake. Se pravi, ko sem jaz sredi miselnega procesa, bom prišel ženi, pa bom rekel, kje je pomaranča? Ne? Še to bo dobro, ponovno bom rekel sam, ti daj mi un. In ona, ki je idealna ženska, ko ji moški reče, kje je un, ve, kva je un in tudi ve, kje je un. In ti dane. In to, taka je ona, ne. Ampak ko pa prijem, pa ko rečem, ej, daj pomarančo, tle pa ne ve, zdaj, ker jaz v bistvu ne govorim o pomaranči, sem hotel copate dobiti. Sprašujem, kje so copati, ampak tak, oziroma, da tako rečem, kaj pa računalnik, se pravi, en ogromen del, 95% tega dela samo nekaj, česar jaz ne vem, kaj dela, tistih 5% pa ne more več, pa nima več besed, pa nima več povezav med posameznimi besedami, pa tako naprej, in takrat jaz vem, da to še ni končan ta moj miselni proces. Pa pridejo, grem na sprehod, čak, aha, tole moram še povedati, to, zdaj sem dobil recimo, bom povedal, cela ta reč, ki jo boste brali v objektivu, in to vam res priporočam, ker mogoče nočem se hvaliti, nočem reči, da je to dobro, ker ne gre za to, da je dobro, ampak je tako, kot mora biti. Kot smo rekli, tisti, ki odbijaš marmor stran, da tako mora biti, pa tisti, ki je ostanek mora biti tak, da je ta prav. Ne? In nič ni karparije, ni tisti, da še zraven nekaj daješ, tako, ker smo v šoli delali, da je nos odpadel, pa smo ga še enkrat, da pa nikoli več ni šlo. Ne? No, ta reč vam bo pokazala, kako delam. Zaradi tega, ker tle sta dva, jaz govorim o hoji in govorim o svojih hojah, in ko berete ta tekst, boste doživljali ga drugače, kot pa ko berete, ko jaz govorim o velikih hodcih. Nekaj sem jih iz te knjige vzel, nekaj imam pa svojih, recimo Dostojevski, ki je hodil od kazina, od hotela do kazina, pa si rekel, če ne bo 3812 korakov, potem ne bom dobil danes. In je šel, in ker je bilo 4010 korakov, je šel nazaj, samo pa je rekel, no, ampak sem šel po drugi poti, ker golfa, zdaj že vem, da je tle 4100, ne, to je taka prisila, težka. In je po 10krat šel v kazino, da bi pa šel, pa je vse stavil, ker je bilo pa pravilno 4 korakov, pa je vse stavil na 12, pa je bila pa 0, pa sem mu vse vzeti. No, to je cipke na berte. Recimo, to Summer in Baden-Baden, se pravi, poletje v Baden-Badenu, Hrvati imajo to preveden, mi ne, vsaj mislim, da ne. No, in imate take, potem imate Dickensa, ki je hodil, to so ljudje, Dickens je hodil 30 do 50 kilometrov na popoldne je začel, pa je po noč hodil. Po noč je hodil, pa je gledal znake, napise pri vratih na zvoncih, ne. Pa je pa vzel prvi del enega priimka, pa drugi del drugega, zato ima te Golly Wobble, pa take Miss Brainstorm, pa tako naprej, vsa ta popolnoma neangleška imena, ki jih je pa sestavil iz angleških končkov. Ne. No, te stvari so polne neke
proskribije, se pravi, polne so nekega znanja, ki je pa pobrano iz drugih knjig. Kako pa ne jaz, kaj ne, jaz v Dickensu vem, razen da pogledam nekje, oziroma jaz imam zelo veliko, imam pa na nek način shranjen, ljudje pravijo, da imam veliko shranjen. Poleg mene, poznam sami Jašeta Zlobca, da sva križanke tako rešvala, ali vam raj 50 sklec naredim, kaj imate? Križanka. Ampak 50 sklec, to je koga Jara Kača pa Stekli Polž. Ne? Stekli Polž pa Jara Kača, kjero vam raj pove. Tako je bilo, da je, no zdaj so me te sklece, skoraj bi jih mogel narediti. Ja? Ne, pripravil sem se, da sem mislil, da mi boš izvala, da mi naredim 50 sklec. Na koncu. Lahko jih naredim. Mogoče mi te verjeli, glede na to, da vedno govorim resnico. A ne? Ja, 50 jih naredim in sicer spet po eni metodi in pol razložim. Torej, zdaj ta dva načina morata, nista opazna, sta opazna, ampak bralci jo sprejema, kot hodi, cvetje, rože, avtomobile in tako naprej. To so neki vtisi. In ti vtisi še niso ozavedeni. In ko bereš, prihajaš do enega Ničeja, da tisti Niče pove, da eni ljudje pišejo da takoj vidiš zaprto črevesje, teh avtorjev in teh sploh ne bere, to vrže knjigo stran. On sam je pisal nad 2000 metri, tam so se mu ideje porajale, on je plesal po gorah pa pisal in je bil genij, da se razumemo, ne glede na to, da je pol zblaznev in je končal, to je vse, tisto, kar je napisal, ni bilo čisto nič katatonično. No, to piše v tej njegovi, to je vedra veda, no? Vesela znanost je prevedel modern jezik. In potem prihajaš do tega, da jaz pol povem na koncu, ne, rečem, evo, Niče je vedel tudi za Gros, potem povem, kako je z Grosom, kaj sem naredil, da sem v bistvu začel pisati recenzijo Grosu, ampak mi je zašla. To je pač primer slabe prebave, ki je ušla na sprehod. Ne? In dejansko sem jaz to pisal na tak način. Nekaj je izviral, nekaj je pa iz tistega, kar dobim v glavo, ko sem na sprehodu. In tisto, kar dobim na glavo, ko sem na sprehodu, recimo, ko opisujem, kako sem jaz vzljubil naravo, to je bilo, sem bil star 35 let. Ampak ne bom povedal, kako je to opisano, to je reminiscenca enega globinskega, vrhunskega, je govoril, kjer je govoril to o vrhunskih doživetjih, ne, ki te čist celega prešraufa, kot Satori. To se mi je zgodilo. No, in to opišem, seveda je to čist drugače opisan, kot pa tisti leta, ta pa ta je to pa to naredil. In ko končujem to zgodbo, povem, da je Niče vedel za Grosa, da je Gros tudi ni mogel drugače pisati. Gros ima 20 esejev iz svoje glave, ki so se mu porodili med hojo in ki so čudoviti, pa ima pa še 10 esejev o velikih hodcih, ki jih je pa seveda jemal iz njihove literature in ki so drugače organizirani, drugače pisani. In isto sem jaz naredil, ko pišemo o Grosu, pa pišemo o teh drugih svojih predhodnikih hodcih, da ene reči so doživetvene, ene so pa suhoparne intelektualno. Ne? In Niče je očitno vedel tudi zame, da tudi mene je imel pogruntanega, pravim jaz. Ne? Potem pozovem pač bralca, da zdaj pa že dost. Ne? In da ne pač samo nogo je treba dati pred nogo. Nogo pred nogo, ker gre za to, da jaz navdušujem ljudi za hojo, hojo je zelo pomembno. In nogo pred nogo, pa rečem, seveda, pa če me spomin ne vara, in to je res, in to je pa taka reč, ki jo moraš človek vedeti. In prej sem rekel, da Jašo Zlobc pa jaz sva edina rešvala križanke tako, da so nam žene počečkale, oziroma jaz sem si mogel kar sam, vodoravne vse napotke in sem se na upišno rešil, recimo tiste nagradne križanke. Se pravi, da nisem imel tega. Sem mogel samo tako, se pravi, nekaj sem že v glavi mogel imeti, drugače ne mogoče križanke na ta način rešvati. Tako da, in to je tak primer, da očitno imam od nekod ta podatek, da je v 10 let pozneje, to je tretji del D'Artagnanove trilogije, se zgodi na koncu knjige, da Portos veliki, ki ga se vsi spominjate, ženske ne, ampak vsi trije moški, ki ste tle, se ga spominjate, da je veliki orjak Portos, pa tam umre, edini junak, ki umre v tej trilogiji, umre pa zaradi tega, ker en sodček vrže smodnika z zažigalno vrvico na tiste nasprotnike in potem bi moral zbežati, ampak nekako ne ve več, kako se postavi noga pred nogo. Na kar pa mi je zelo suhoparno en jesen, leta 1989 v British Medical Journalu, pojasnil, da gre tukaj za prvi opis simptoma
brazilarno-cerebralne insuficience. Pač on je bil orjak, dobro je žrl, možgani so se mu sklerotizirali, ni več obvladal gibanja nog in tako naprej. Zdaj to sploh ni važno. Ne? Se pravi, jaz sem šel iz ene poetske metafore nogo postavljati pred nogo, z ene eksistencialne metafore nogo pred nogo dajati, zato da greš naprej, zato da hodiš, da se gibaš, da živiš. Mi je tule prišla ena totalno suha opomba, v kateri sicer je na dveh delih. Ena je od Dimaja, je še zanimiva, druga je pa popolnoma idiotska tale o tem medicincu, ki leta 89 opisuje to, to nimajo več kaj delati, razumeš, pa grejo gledati, na kjer način je Proust umrl res od toplotne, od podhladitve, od prevročinitve. Pa zadnji moj stavek je pa, no, če pa še zdaj na avte šli, odložili to, pa šli vam, pa res ne več. Pa ni pomoči. No, zdaj, to govorim, ja. In to, veš tisti del, ki je moj, mi je nastal in tudi take, tudi tega recimo, Dimaja sem se spomnil med hojo, se pravi, jaz grem med hojo, pa lej, sej Porto se pa moral tako, da je korak pred korakom, dajmo to malo raziskati, pa sem šel malo pogledati, kako je to točno prosto, našel tistega. To bo, ja, no, v glavnem, to je zelo dobra parabola, to je zelo dobra odgovor tega, kako jaz pišem. To je bilo zelo intimno, zelo sem se razgalil že v tekstu, ne samo v tem, no, zdaj sem pokazal, ker mogoče je ta tekst brati, tako da tega sploh ne opaziš. Da sam imaš dober občutek, da si prebral nekaj fajna, veš, ampak da nimaš, jaz zelo rad, ne berem tako, da bi, ne pišem tako, da bi rekli, da največji greh mi je, da bi tako pisal, da bi se čutil, poglejte, koliko sem pametno, poglejte, koliko sem dobro to napisal, poglejte, kakšen dober jezik ima. Jaz pišem iz konic prstov direktno v stroj in čist nič ne kujem, čist nič ne popravljam, to reč, tamle imam ženo, mi je priča, sem v enem dnevu napisal, to sta sem pa naslednji dan sprehod še pa, kar sem še popravil. Ampak res je pa, da dam v branje in če dobim še kakšno pripombo, pa tak, mi ta pripomba mi mogoče sproši še potem pa enem hipu na teh sprehodih ni več idej v zvezi s tem, in takrat je stvar napisana. Pa sam grem prvič prebrati. Takrat prvič preberem. In takrat, to pa popizdijo totalno uredniki, zato ker takrat šele pa najdem te take stvarne napake, pa spell checking, pa kar naenkrat piše tam neki spol je narobe, pa tako naprej, pa začnem še, ker je tam, ker je že vse narejeno, razumeš, in začnem pa picajzlat, ne. Ampak je treba, ker tega noben, čeprav zdaj je, recimo, ena moja urednica, je super, mi tudi ona popravi. To je tako, kot Dima, ko je, veste, koliko je napisal, on pride k stavcu, en korektor mu skromno reče, da vejce manjkajo v eni določeni stavčni zvezi, je vedno vejce ni napisal. Ali to, revizor je bil, se pravi, tam sem imel ne korektorje, sam tudi revizorje. Razni ljudje so po stopnjah gledali, kako je to bilo natisnen, pa tudi kako je avtor, ne, korekture, ne. Rekel, vi to veste, a vi znate pol vejce postavljati ali kaj v tiskanju? Rekel, seveda. Je rekel, mater se jaz idiot, a veste, koliko je tlele vejc? Tole je 1,50, 2% vejc imam jaz v tem tekstu. In ni nikoli več vejce postavil, ni nikoli več vejc pisal, ker to je prdovo, 2% knjige je prdovo s tem, časa je prdovo s tem, veš. In potem so pač nisem mogli, so bili že vajeni, so bili posebej v šolah, so imeli za Dimaja posebno šolo, se pravi bil 1., 2., 3., 6. Dima, 8., 9., 10., ne, razred so se učili, kako bojo Dimaja stavili, da bojo lahko brali, takrat so morali brati, rokopise se si predstavljate, Goethe je pisal, ene so bile lepopisne, ene pa ne. Jaz sem še eno vprašanje, kako pa je odnos z vašimi otroci je bil tako kot psiholog, psihiater, kako, čisto zanima me to? Ne, moj odnos do samo enem je podoben. V tem, da jim zaupam tako, kot zaupam svojim klientkam. Se pravi, zanesem se, da bojo z zelo majhnim mojim prispevkom same najdle pot ven. In isto tle. Nisem bil vedno tak, no, ampak jaz sem 2007 začel svetovati ljudem.
Vse sem se upokojil, ampak se izkaže, veš, pa ti nekdo Kako zdaj to teče? Prej je bilo za L, potem si dal to v knjige? Ne, to mi kar pišejo mi ljudje. Pišejo mi ljudje. Je bilo še zelo zoprn, ker je bilo na Unko, sem imel en naslov, pa sem zdaj šele opazil, da eni ljudje pišejo na tam je bil pa en tak prenos, da so mi nekam na Arnes, na prejšen naslov, da mi je prihajala pošta, ki sem ga pa jaz ukinil. In to mi noben povedal, a veš, tako da mogoče, če je še kdo, ki mi piše, tam pa me sovraž, kako ga jaz ignoriram, a veš, to je možno. Ne. No, ampak lani sem se nekako na pol uradno upokojil, sem rekel, da ne bom več tega delal, ampak če je primer ne zahteva lahek, da ga lahko rešim v enem odgovoru, dveh, potem pač odgovorim, ker to mi ne vzame toliko časa, da ne bi mogel. Če pa primer zapleten, pa to pomeni, da je oseba v večji stiski, pa spet ne morem reči ne. In za zdaj nisem še nobenega zavrnil, čeprav... Kako ga bolj narediš? Daljše pismo se tudi srečaš s človekom? Ne, srečam se. Ja, v enem hipu, ko so zrihtani, se začnem z njimi tikati in če želijo, se lahko tudi vidijo, ampak sem samo še prijateljska, očetovska figura, mogoče v tem stilu, ponovati očetovska figura. A temu rečeš svetovanje, a ne? Temu rečem... A se sploh obremenjuješ s tem? Ne, odpisovalec je sprav, da sem odpisovatelj in drugače pa tudi nisem pisatelj, ampak sem zapisovalec. Skromen zapisovalec, ker jaz si nič ne izmišljam in vse besede, ki so na telj, so itak iz ruščine in so pretenciozne. Ravnatelj, tako naprej. A si dobila... Učitelj, slovenistelj. Zaupam jim. Čakala, tako nasploh, jaz smo tudi doma in otroka, pa tako od takega velikega človeka, da še kaj gledam na to temo slišam. Piši mi, anonimno. Lahko pa tamle so eni otroci moji. Evo, še vedno nisem. Diži se. Ja, jaz sem eno od otrok, no, moram reči, da pač to, kar si že s prehodom, skoraj vsako jutro hodim z njim, s mojimi sabakami. In v glavnem moram reči, da te sprehodi dejansko delujejo kot neka katarza, vsakodnevno, neka očiščenje duše. Se počutim zelo privilegiranega, da imam očeta s takim znanjem. To, da imamo zelo tak odnos sino-očetovski, ampak tudi na nek način, da se zelo spoštujem kot psihiatra, ampak so pa na isti ravnini. Vodoravni, veš kako je. Pazite, to si zapomnite. Večino problemov ljudi rešim, še sploh to so ti medspolni problemi. Ali pa medgeneracijski problemi. Rešiš tako, da rečeš. Ti imaš en koordinatni sistem. Tole je navpičnica, to je vodoravnica. In ljudje, ko se rodimo, smo po sili razmer obsojeni na to, da se oklepamo na vpičnice. Tle gor so starši, tle gor je dobra vila oziroma hudobna mačeha, ki je isto bitje, naša mati, ki je enkrat popizdi, ki je dojadi, pa spet prijazna, pa tako naprej. Vsak je to doživljal, ne glede na to, kakšna je mati. Potem je šola, vrtec, vsi te komandirajo. Se pravi, nenehno je razmerje medosebno. Je nenehno v vertikali. In v najboljšem primeru, to je Beren razumel, greš v proti scenarij, kar pomeni, da probaš to narediti. To je še vedno vertikala, če ti pošlješ v kurc starše, pa se boriš, pa jim zaklenaš, pa ne vem kaj, delaš, to je še vedno vertikala. Tle je pa horizontala, v kateri sicer vemo, zato ker gremo k plesnim vajam. In je možno, da dva človeka lahko drugega vodita in da en se sicer prepušča, ampak če se ne bi prepuščal, bi se drugemu zapletel korak. V bistvu taki se prepušča, taki se pusti vodec, v resnici vodi. Veš, to sploh ni dvoma. In imaš druge igre, kjer so sodelovanja in tako naprej. In ko enkrat to povem ljudem, ki so tam, kot razumeš, mačka na hrbtu, da v popolni, kako boš proti staršem, recimo, nimaš nobene šanse, razumeš, toliko so močnejši, so kar neki bogovi, razumeš, in tam si takole, razumeš, mi jih je treba sam staršem še odpreti oči, da se da to obrniti, da je možno živeti polk otrok odraste, da se to ne gre v nič, da ne grejo na razen in tako naprej, da je to koristiti. Tako da recimo zadnjič v eni osebi, ki je bila v taki situaciji, da je morala svoje starše popolnoma izpreti iz svojega življenja, pa ima že svoje otroke,
bojo zdaj predlagali mediacijo in razvezo med tema generacijama z sporazumom o koristi ta spodne generacije, teh ta malih. In jaz seveda računam in mislim, da zdaj sem tudi prepričal svojo klientko, ki je, morate pa razumeti, jaz nisem odvetnik, ki bom zdaj ščitil, pa lagal za svojo klientko, pa ščitil njene interese. Jaz ščitim tudi interese starih staršev. Jaz skušam narediti, da bi stvari, ki so zapletene, laufale, da bi razpletel. Se pravi, jaz nič ne pomagam njej, če jo šuntam ali pa kaj takega, nasprotno, jaz si moram odpreti oči, da ji rečem, z vami ni nič narobe, dejansko. In če z vami ni nič narobe, potem tudi najbrž vaši starši niso bili tako slabi, ker ni možno odrasti v takega človeka, kakšen ste vi, če bi starši res totalno sranje delali. Ne glede na to, da so nihče ni popoln, starši so, ampak to se vidi potem, kakšen ste se, kako mi odpisujete, kaj govorite, kako čutite in tako naprej, da so vaši problemi majhni. Vi imate samo en problem, je to, da vam starši na vertikali stojijo na glav, vi pa skušate to preobrniti. Probajte v horizontalu. Bomo videli, to me prav zanima, nekaj takih sem zelo dobro rešil. Še dve vprašanje. V glavnem zaupati, otrok se sam najdu. Rugel pokojni je imel prav. On je rekel, ne priklepaj otroka k sebi, ker ti bo pobegnil, se ti bo uprl. Ne tlači ga, se ti bo uprl. Ne pusti ga, da tava naokoli, ker ti bo zablodil. Tle nekje vmes med ne pustiti, da ga tava, pa ne ga imeti priklenega na verigi. Mej ga na nevidni niti zaupanja. Nevidna nitka zaupanja je, če enemu zaupaš, on kratko manj ne more drugega, kada čuti, da je ta zaupanje za zaupanje, lepa beseda najde. Vzemi si Bojca, Edvina, slovenski reki pregovori, preberi celo in tam je vsa modrost, ki je potrebna za kjerokoli starševstvo, pa ne samo za starševstvo, za službene odnose, medosebna razmerja, ljubezen, vse. Tukaj nekaj pripomnim, no? Jaz se zelo strinjam s tem. Jaz imam enega otroka in pri nas je že čisto majhnega, ko je bila moja Elena res čisto majhna veljalo doma pravilo, da se obljube držijo. In to velja še danes, ki je stara 14 let, da se obljube držijo. In recimo Elena ni nikoli golfala, tudi danes še ne, se ne vem kako bo, ampak zaenkrat v teh 14 letih pri nas doma ne golfamo. In pri nas nikoli sladkarije recimo niso bile nedosegljive. So v najbolj spodnem predalu v kuhinji, v najglobljem, ki ga lahko dosežeš tudi, če se plaziš po tleh. Ampak nikoli, zmenjeni smo bili, da se sladkarije ne jejo pred kosilom in še danes ne bom vzela. In še danes vpraša in reče, mami, lahko vzamem. Ampak to je tisto neko zaupanje, ki ga moraš z otrokom. Marno zaupanje. To imaš. Jaz tako povem, da prijateljcev dobri se družila, vsa leta, kar imamo obimala enako starega otroka. Recimo, njen golfa, ampak že čisto majhnega. Ampak ne vem, kaj je razlog za to, ampak pri nas nekako doma velja, da tudi obljube držimo. In jaz vedno rečem, Elena, če obljube ne držiš, zamisli si, kako bo, če bom jaz nekaj tebe obljubila in tega ne bom držala. Bravo. In to je to. Isti vatl, zelo dobro. Ta knjiga, lahko še enkrat ponoviš, ta zadnja, ki si rekel zdaj, da je tam not vse... Drugače pa starši, ne starši. Košiček, Marjan Košiček, starši, ne starši. To je super knjiga. Jo človek prebere, zato da bi videl, kakšne svine so bili njegovi starši, ampak noter ugotovi, da kakšne napake sam dela tudi. Kako si rekel ta prvi Bojc? Edvin Bojce, to je slovenski reki in pregovori, to je samo tako, razumeš, ker ti imaš noter dobrota je sirota, pa kdo ti bo, kjer psihiater ti bo to razložil? Pa naslednji rekla je pa, dobrota samo sebe poplača. Razumeš, to ti razširi perspektive, če je res je sirota, ampak je sama sebe plačila. Še nekaj, recimo, kot kole odgovarjaš. Še. Najbolj važen je pa, ne samo v razmerju do otrok, pa v razmerju do staršev do otrok, ampak v vsakem medosebnem razmerju je pa se naučiti sproščeno sprejemati izbruhe sovraštva, ki so samo naličje ljubezni. Ne? Otroka ali svoje? Vse. Da, ko ti nekdo reče, ne maram te, sovražim te, grda si, hudobna si, kaj ti rečejo tvoji otroci, razumeš? Da to sprejmaš z nekim humorjem, ne? Ali pa da rečeš, pa na vrat.
ampak da čez 3 minute ni zaradi tega konc sveta, da ni do tistega, da se reče, joj, razumeš, vsi prepiri se razvijajo zato, ker ljudje nesproščeno jemljajo ti prodore. Ne spustimo. To je dokaz. Lej, če ona meni nekaj zabrusi, pa je to moja najbližja oseba, pa če jaz reagiram na tisto, da je 5 ur, to, če ona pametna ve, da sem jaz reagiral zaradi tega, ker mi je toliko blizu, ker to je edini razlog, če je od meni to oddaljena tuja oseba, potem si bom svoje misli šel naprej, kakšna budala je, ne? Razumeš, ponovno jaz govoril, jaz bom pikiran, samo v primeru, če so si blizu. To pomeni, da me je nekak prizadel me je zato, ker imam rad. Če jo imam rad, je itak vse v redu. To je tako, kot skočiti čez potok. Potok je res, tam je zoper, malo se zmočeš, na drugi strani je trten breg, zato so prepiri lahko po 5 minutah urejeni. Če si 2 dovolj, da seš, ne mi plozati, a zdaj pa spet to, a zdaj pa spet s tem začel. Pa greš raj za 2 minuti v drugo sobo, magar, ne pa da vzej en teden zaradi tega, tihi teden, pa da se jo tam držali, pa naprdnenost, pa ne vem kaj. Koliko je pokvarjenih let od ljudi samo zato, ker nekdo kuha neko, ima tlele eno iver, pa ne pove, kva ga je zmotil. Ja, to je tako, to so bolezni. Po tej strani, naprimer, da ti ne vem, otrok reče, sovražam te, itak da mu ne boš zameril, pač tvoj otrok je rad ga... Sovraštvo je samo druga plat ljubezni, ne more biti drugače. Kako sem povedal, kako naj ti pa tako, ne vem, če ti na dnevni bazi reče, kaj se razjezi, a ti nekako da to omejiš, a po drug strani dopustiš, pa gre pa čisto drugo v svet. Tako na tak način, ne? Itak da ne boš zameril otroku, ker ga pa še veš, da ne misli resno, ne? Sam pa tako ono... Koliko so stari ti otroci? 3 pa 6. Daj mi napisati, pod psevdonimom pa rec, recimo, zato da te nam prepoznal 5 pa 8. Ne se bom da ne prepoznaš. Ni problema, ne, ampak v glavnem, jaz odgovarjam, lahko tudi kaj objavim, ljudje se mi pa, to tudi želim, da se mi anonimno, potem že toliko odrastejo, kakšni rečejo, veš kaj, jaz pa nočem se tle pretvarjati, nenadoma se začnejo kot podpisovati, tako kot je in tako naprej. To pomeni, da mi toliko zaupajo, pač, da so pripravljeni tudi objaviti, ker sem tudi rečem, lahko, tole sem hotel objaviti, da vidim, Viktor, ali pa si, podvis, kje si? A res? Pred sem. To je genijalno, poslušajte. Ta človek je soavtor moje knjige, kako je bilo naslov? Smuzljivi primer. Smuzljivi primer Viktorja Zamude. Bravo. In to je avtor, ki je napisal pol knjige. In ne vem, je kdo to bral. Ja. No, kdo je to bral, ve, da je popolna neverjetna zmaga in neverjetna zmaga, da je zdaj on tle. In da je to knjiga je bila končana, ampak evo ga. Evo ga, dejansko. To je knjiga o človeku, ki ni mogel priti. Verjetno je, ne? Je že razprodana? Ne, ni po mojem, ni razprodana. To je knjiga dopisovanja, to je knjiga, ki je dopisovanja, ki je trajala. Vse tle, ki je, ali pa tle, ne, vse tle, ni problem. To je popolnoma genialno, ker tako je bilo, da se jaz danes napisal poslušati, a spravljam pridati, ker to je neverjetno, ker ta človek je tako kot Franz Kafka, da se razumete. Ni toliko talentiran kot Kafka, da bi znal na en tak simbolen način opisovati svoj brlog. Bil je sam kriv, bil je iz posebnih razlogov in posebnih pritiskov in razmer otroštvu prisiljen, da se je zelo vase umaknil in da se je bal vsega sveta. In s nekimi, ima pa ene silne talente in s temi silnimi talenti je lahko se z mano dopisoval. In ta dopisovanja so, in kjer je dosti bolj zanimiv njegov del, tisto, kar on napiše, kot pa tisto, kar jaz pišem odgovore, so trajala 7 let in to so bili taki vzponi pa padci, kdor je še to bral, tisti ve, da to vsak, kdor je bral, je rekel, pa to si gradiš nik zmislil, to je popolnoma nemogoče, da je kaj takega na svetu. In je, in evo ga, človek je prišel, pa to je, ti si mi
Ovenčal se mi dan, to je men, ampak ne smem biti tak, ne smem biti zdaj važen, ne. To je njegov dan, to ni moj dan, ne. To je to, da on tle sedi pred temi, ki vam bolj koristen. Ampak če pa že, ko ste pa čist zdravi, pa vzemite to knjigo, zmizljivi primer, ker jo pa berete tako, kot da greste v Afriko, ne. Kot da greste nekam, ki še niste bili. Namesto da greste za 14 dni na potovanje, nekam, ki bo ti tak samo sam sebe gledal, ostanete doma 14 dni, se vzemite, preberite to. To je, no in res, vsak lažen. Da mi rečem, da je bil zdaj za pol maratona prišel in tudi uspešno je. Cela gre spet že za dosti tega ne imaš malo, ampak ja, te. Jaz bi se nekaj vprašala, da me pozabila, nekaj odgovarjaš ljudem, ne? Ja. Rekel si, da skušaš biti, jaz sem tako doumela, ne, pa tudi doumljam tako tvoje knjige, prvičen, a ne, nekako, kako pa kontroli... Ne, tudi rečem, gospa, vaša mama je ena navadna pizda in... Vem, ali pa vaš oče vas je uničil, jasno. Ali pa rečem, gospa, vi ste hudo bolna. Prav, rečeš pa ali pa rečem, gospa, vam žal ni nič. Rečeš pa napišeš, ampak ali kdaj se vprašaš, a je bilo to v redu, kar sem rekel, koliko imaš tega dvomov, a veš? Jaz napišem, mislim, da ste, po mojem ste. Vsak psihiater, vsak terapeut, če je pameten, ne bo dajal brezprizivnih, ne bo vodil, ne bo postavil neke... To je umetnost, to ni znanost. To je umetnost. In največji del umetnosti je to neko intuitivno. Je pa res, da imam to... To je edinstvena metoda, ki jo imam jaz, to dopisovanje. Seveda je to neka selekcijska metoda. Zakaj? Ker meni pride samo nekaj, ki mi je se ljub pisati. Imam eno pacientko, ki je hodila v Sočo leta, zato ker je bila popolnoma že inkontinentna, invalidna, ni se mogla več premikati, dali so ji fibromialgija, so ji dali pač pa še druge take diagnoze, filali so jo s 3 antidepresanti, pa ali pa ne vem že kaj, akineziki, ne, ali kaj so, in tako naprej. In to se je odprl, tako da po 2 mesecih, ona je pozneje, ta zgodba gre naprej, se to bo še napisana knjiga, no. Ker pač, ko je zaživela, je potem mogla svoje eksistencialne probleme reševati, znotraj družine, znotraj se je poročila, je mogla spet nekaj, ja veš, če sporočiš, spet druga situacija, spet treba. Ampak bistvo je bilo to, da ko je prišla v Sočo, tam je bilo še 7 takih sotrpink, ki hodijo na te terapije, vsak dan jim pregibajo, ker to so skozi, a veste, to so v takem klonusu, ne, se pravi, skozi so tkole, to je neizmerna težava, ne. Ampak ona je še vedno, tudi takrat, ko je srala v poslo, je splezala se, zjutraj se je splazila, pa je osebam, ki naj bi za njo skrbela, je šla zajtrk rihtati. Da se razumejo, te osebe so zdaj na svoje, so živele po hudih odporih sicer, ampak se je videli, da se je to vse lepo razpletlo, ni več tega zajedalska, tega, kar je delal bolno, ker ne se je vsem telo je reklo, da se nekaj, isto je to bilo, razumeš? Ne, ker vse je depresija, fibromialgija je to, da če si toliko neumen, da vse narediš za prazen kurac, potem telo odpove. In reče, se ne gre več, in nenadoma reče, ja, to je tako, kot tisto, kar smo govorili prej v Turčiji, kar se dogaja, ne, razumeš, zdaj to, ko ti dajo status, da si bolnik, pa da je to neka kemična imbalansa, pa tako naprej, potem nisi nič kriv in to so te pacientke, Bog je pripravljena sprejeti na se. In ko je ona šla v Sočo, priplesala je tam svojim bivšim pacientkam, razumeš, po 2 mesecih, po tem, ko sva se samo dopisovala, nič se nisva videla. Je prišla, so une rekle, 6 sploh ni trsnili na to, ta 7 je rekla, veš kaj, če ne bilo zapisati, pa še šla k temu tipu. A veš, če bi se dal malo pogovarjati. Velika tako, posebej moški se hoče pogovarjati. Zato, da pišeš, je potreben nek napor. Poleg tega je treba imeti, potem lahko loviš te nezavedne misli, ki so z enega tolmuna prihaja, ene ribice, pozoren postaneš, malo si zapisuješ dnevnik, pa tako naprej, odprejo se ti reči. Jaz imam pa poseben talent, ki ga razvil sem ga do potencijala, takega, kakršen je, sem ga razvil zaradi tega, ker sem se ukvarjal s pisanjem, pa s branjem, pa s prevajanjem, da znam brati med vrsticami.
In mene ne more noben, tako kot Judge Judy ne more noben nategant pa lagati, tako mene ne more noben. Jaz preberem takoj in to so, ampak so stvari, ene so zelo preproste. Imam tlele en primer, ki je ena pisala, da ima z očetom, to bom zdaj približen, ker tega je že, kot sem rekel, si brišem te stvari, ampak tega sem si zelo zapomnil, ker je bil tak, da je trajal 3 dni. Prvi dan je napisala, da ima problem zaradi tega, ker se z očetom sta popolnoma odtujena, zdaj je pa razmere so prsile, da nekako so v istem stanovanju. Ali se je ona ločila, pa je šla nazaj, kakorkoli, ona je 22-23 let stara bila. In zdaj je pa opazila, da oče pa nekaj izbolel, pa kašlja in po noči jo to kašljanje zbuja in hkrati jo seksualno vznemirja. Erotično jo vznemirja tisti kašelj. In ko sem jaz to prebral, sem takoj odpisal. To je bilo, preberem pa malo pustim, da se mi usede, grem na en sprehod vmes. Ker te stvari so tako kot snežinke, to pada in potem, ko je sneg, dol imaš konfiguracijo. In sem rekel, vi nič ne skrbite, to, kar doživljate, so popolnoma naravni občutki majhnega otroka, ki ljubi svoje starše in si želi svoje starše in hrepeni po njih in na tak način to čisto tudi Freud bi se strinjal s tem. Kar vi čutite, je tista silna ljubezen na tak način, kot jo čuti otrok. Čutite jo pa zaradi tega, ker pač ste prikrajšani, ker nimate nobenega stika z njim, začnite se z njim, pomenite se, ona je rekla, da ne govori z njim. Ne govori, sploh nimata, samo v istem se tam, pa si en naredi jajca, pa si drug naredi jajca, razumeš, v te stilo, ne. Življenje usporedno, ampak narazen, ne. In ona je, naslednji dan je odpisala in rekla, pogovorila sem se z očetom in mi je zelo odleglo, neverjetno, ne vem, kako ste to vedeli, in naslednji dan je pa napisala, vsi simptomi so izginili. In ni bilo nič več in nikoli več. Vsi, vse tisto erotičnost, tista ni bila več potrebna, ker je zdaj imela normalno hčerinsko ljubezen do očeta, ki jo lahko s tem, da sta si skupaj jajca naredila, razumeš. Ker to je navezanost, navezanost ni tisto, kar vi gledate v ameriških filmih. Navezanost ni, francoski poljubi niso navezanost. Navezanost je to, da dva človeka lahko 2 uri sedita, ne da bi si kaj rekla, pa da navezanost je to, da ko en gre na potovanje, pa ko se vrne, se sicer najprej ujamejo, 10 minut, zatem pa nek prepir nastane. In ta prepir nastane zaradi tega, ker je neka čustvena napetost, ker je bil ta človek odsoten in ko se vrne, namesto da bi mi zdaj rekli, joj, kako sem vesel, da te vidim, razumeš, da bi si čist konkretno pa se malo zadržan smo, da ne, pa je neka občutljivost pa tako in takoj, ko to veš, ne. V glavnem, še enkrat, ljubezen, sovraštvo, to je isti kovanc z 2 grb pa cifrasta. Ko imamo radi, potem se pa razveza pride in nenadoma, kaj una že, moja mat je mojega fotra, razumeš, 30 let mu ni dala mira. To je bilo nadaljevanje zakonske zveze ali pa nadaljevanje ljubezni na sprevržen način, na slab način, ne. Ampak ko enkrat razumete to, da noben ne bo vam popiznil, ne bo ti rekel sovražen, da je nihče, ki te nima rad. Kdo ti je rekel, zgaj, tlele mi šel jaz po cest, pa vem prišel, sovražen te. Kako? Tega ni, ne? Sovražen te lahko sem človek, ki te ima rad, pa ki je trenutno v taki fazi, da pač se mu je tisti afekt, ki ga drugače čuti kot ljubezen, navezanost, se mu je preobrnil, ali pa je pač bil tako vzgojen, se veste, da navezani so 3 vrste, ene so sproščene, ene so pa nesproščene. Eni ljudje reagirajo z odmikom, eni za zamero, ne, se pravi odmik, zamera, eni se delajo kao, da se nič ni zgodilo, ampak to je tudi neke vrste, to je isto, eni pa tako, da prav, veš, z ročicami otroci recimo zahtevajo, da to ni prav, pa tako naprej, eni so pa znajo odpustiti, recimo, to so taki testi z odsotnostjo v prisotnosti neznane osebe. Se pravi, ena druga nadomestna mati pride v igralnico, a veš, pride, ta prava mat se odplas ven, pa oni opazujejo, kako bojo ti otroci reagirali, otroci so pač kaj čjo, tam neki delajo, da se igrajo, ne, kakor eni se res igrajo, pa ta prava mat pride nazaj, una oseba gre ven, zdaj pa kako bojo ti otroci reagirali, a so zamerali materi, ali so jo sprejeli z enako prostodušnostjo, to je najboljš pač, ne, če so taki, ne. To je pa malo odvisno, kako starši delajo s temi otroki. Če so starši taki, da zanemarjajo, da je svet negotov, da enkrat
plešeš, pa se ti smeje mama, drugič pa plešeš, pa reče, pa te tako recula, da ti včeraj noto stal, bejša ne vidiš, da moramo kupiti še zelenavo, ne. A veš, v tem stilu, če so te reakcije različne, pa tak, potem ti otroci mogoče niso tako gotovi in zaradi tega reagirajo, potem bodi si ponavadi z odmikom, da se umakne, da tlačijo čustva, ne. Nekateri pa z agresijo pač, ne. No, ampak to konkretno mi napišeš par teh anekdot, pa mi bo jasno, ne, zakaj gre, ampak v glavnem je to, da ko enkrat to opazite, potem ne boste nikoli več sami padli na to finto, da bi zagrabili, da bi z isto mero šli nazaj, ne. Ni nobenega razloga in potem se bom človek, ti mu sam rečeš, a veš kaj, jaz ti sicer ne znam svetovati, tudi to se mi je že zgodilo, ne vem, kaj se dogaja, ne vem. To je bil ta primer, ki smo prej se pogovarjali, Viktor Zamuda. To je primer bil, ker sem jaz vse probal, vse kakšne možne teorije, pa sem prišel na koncu po mojem in so rezultati, ki jih je on naredil, jaz drugega ne morem reči, kaj jaz ne vem več. Jaz sem končal knjigo, ki nisem več. Jaz sem rekel, posluš, zdaj, boljše, da zdaj konča, da jaz umrem, pa da nimamo niti knjige nič, ker če zdaj to še 10 let delala, pa jaz umrl, brez veze, ne. Nekaj moramo objaviti, ker je pa neki minimalni, ampak to je pa eksplozija, to je atomska bomba, to sploh ne veste, kaj je to. To je, zame je to dogodek leta. Mogoče ne samo leta. Zdaj, prišli smo se pozoriti, da moramo nekaj, ampak jaz bi še nekaj vprašala. Kako ljudje na te gledajo? Recimo psihoanalitiki, psihologi, stroka, ne, vsi drugi. Kako, mislim, kakšne so reakcije? Kako zaznavaš? Gluha loza je tako kot... Gluha loza je, to vsi doživljamo, tle geni, ne vem koliko pesniških zbirk malo predalo, razumeš? Pa res, pa je človek edini, ko jaz, ko berem tvoje, razumeš, spomine, pa tak, pa to je čudovit, to je kronist vsega, še sploh Maribora, pa tistega konca, ne, pa tako sploh drugače. Kaj, to je, ker kdo spati tam malo, veš, v tem stilu. Še vedno. Ja, seveda, gluha loza slovenska, to je jasno, ne. Poleg tega je tle, pri nas je, kar se tiče stroke, tako da je tle diktate, ne, fašisto-diktatorske paranoidne osebe na filozofski fakulteti, ki drži to klinično psihologijo pod svojim krilom. Jaz enega človeka tam poznam na njenem oddelku, kar povem, da si ne upa njenega imena napisati, kadar se po e-maili, ko se je z mano dopisoval, se ni upal, ker je verjetno taka kontrola, da tudi taka e-maili ne pridejo skozi. Drugo so ti kemopsihiatri, s katerimi tako ni nič. Dejansko je tako, da ne glede na to, kakšna je diagnoza, ni človeka, ki ne bi lahko šel skozi življenje, če ima enega drugega človeka, ki mu je nekaj pomen, pa ki mu je pripravljen 15 minut na dan nakloniti za čvekanje. Prejšnjem, ne vem, če ste brali, ko sem za Radeta Krstiča pisal nekrolog, to je bilo tudi v Objektivu, tam sem to povedal, tam sem skušal Krstiču, da bi se upokojil, on je imel enega Đorđevića, enega psihiatra, ki so ga tako slavili, ko sem jaz našel pa njegove nekrologe pa tako. To je bil človek, ki mu ni bilo nič mar, bil je tudi alkoholik po mojem in še tudi kaj drugega, po obrazu sodeč je bil zelo zanemarjen in tudi obupan, ki si je vse dol od sebe dal. No, in on ni hotel napisati mu, ker sem se jaz ugotovil, bilo je pa esencialno, je bilo nujno treba Radetu zrihtati invalidsko upokojitev, zato da mu starši ne tupili več, da mora v službo iti, ker je on skušal službo dobiti, se je dekompenziral in ker je bila bolezen z resno diagnozo, je to imel svoje posledice za njega, vedno je prišel spet na pole, po 3 mesecih prišel ven, oni so hoteli da izpit za avto naredi, zato da lahko službo dobil, on je delal, razumeš, pol leta je delal izpit za avto, vse je naredil, do konca, ko je prišel do tega, da je mogel delati izpit, so rekli, kaj pa, kje imate pa zdravniško potrdilo? Pa je on dal potrdilo, pa so rekli, veste kaj, glede na potrdilo ne morete zdaj opravljati izpita. Imel je pa 50 ur, razumeš, za sabo, pa teoretski izpit, pa vse. Sranje, totalno, ne. No, in je bilo tako, da je, nisem mogel tega Đorđevića dobiti. In sem šel k Časovi, Šurlanovi, to je tej moji psihiatri, ki sem prej o njej govoril. In ona je rekla, Đorđeviću je vse, ti moraš razumeti. In je povedala pa, imela sem žensko, ki je k meni prihajala pospravljati. In ta je enkrat psihotično epizodo imela
In moramo iti, ne, čutim Ja, med vrsticami. ne, ker me je že opozoril, koliko je ura, a lahko gledate, ker v 8 zapirajo. Aha, ok. Ja, zdajle bom. Ja. No, in je znorela je bila tam in je prišla k Đorđeviću, on jo je fil vkljukujo je z medikacijo, ona je vedno znova epizode imela, vedno znova in tam, to je bilo tako grozen, po 3 letih, vedno slabši. Jaz enkrat sem jo šla k njej, sem rekel, veste kaj, nič več ne hodite tam, boste spet pri meni pospravljala. 3-krat na teden so se zmenili in ona, ki je prišla k meni, so se kaj menile. Ne, nič psihiatrsko, nič da treba terapevt, so človek normalno. In to je bilo zadost, ona je dočakala spokojno, mirno, srečno smrt. Ene 2-krat, 3-krat se je pa zgodilo, da je bilo res treba kakšno medikacijo, pa ona sama napisala kakšno tablete. No in tako je. In pol, sam da to končam zgodbo, potem sem se pa izpomnil, ko Radko, a si dal kakšno knjigo, kdaj svojo Đorđeviću? V obupu, v nje mene vam 2-krat vrgel, če že nisem pooblaščena oseba, ni se dal, ne, nič. Je rekel, ne, dej tole, Vremenar, takrat je bil nagrajena knjiga, on je bil genij, genij bil, Rade Krstič genij, imel težko diagnozo, ampak genij. In mu je dal knjigo in ko je prišel ven, jaz sem odzunaj sedel, ne, ko je že prišel po 1 uri ven, sem rekel, kaj je? Rekel, pol manjšo dozo sem dobil, zato sem izkazal socialno orientiranost, ker je dal knjigo. In en teden zatem je že socialna delavka, sploh nisem vedel, da imajo na polju socialno delavko, telefonirala, če ima Radko več kot 4 leta delovne dobe, v tem primeru je možno, da so prišli na idejo, da je Đorđević rekel, da je prišel na idejo, da bi ga invalidsko upokojili in da sami morajo to zvedeti, mi smo to tako rekli in potem se je zadeva uredila. No. Ampak 15 minut na dan. Še celo otroci ne rabijo več kot 15 minut prijaznega, da vidiš, da je osebnost, da se pogovarjaš kot z osebnostjo. Ne, kaj si delal. Nikoli otroka ne sprašuj. Ej, vedno odgovari, ko te sprašuje. Ko oni imajo kaj zazvedati od tebe. Oni imajo kaj zazvedati, oni še nič ne vejo. Rastejo. Ti pa nič, kaj si delal šo. To tako vidiš, komu je mar, vidiš potem, če en prije, pa te tako po laseh, pa ne. Edino eno lahko vprašaš. Lahko vprašaš 2 reči. Prva je, kaj imaš najraje v šoli? In ko ti reče slovenčno, reč čudem, jaz imam najraje odmore. In drugič, lahko jim rečeš, ej, a ste se učili o tem, a iščete tisti najmanjši skupni imenovalec? In ko ti reče, ja, da iščeš najmanjši skupni imenovalec, ma dobra, ga še vedno niso ujeli. Že ko se jaz šolo hodil, so ga iskali. Ej, hvala.